časovno jaz mislim, da ima marsikdo dovolj časa trenirati, samo vprašanje, če si ga pripravljen, zdaj to je prvo. Nik Kojc. Spravim hidracija pa spanje. Di se mi, da sem utrujen pa to, ker ne dovolj globoko spiš, pa ker si pač dehidriran. Ja. Kako bi nekomu opisal, ki te vpraša, kaj je Hyrox? Nima toliko veze, moč, hitrost. Rače pa 8 km teka, razdrobljenih na 8x1000 metrov. Vmes pa ena funkcionalna vada. Mislim, da pri crossfitu vedno bil problem previsoka vstopna točka, ker si ti to kasneje začel je bil risk za poškodbe prevelik. Kaj pa pjurki? Ko smo se mi to lotili, kaj so nam vse hoteli dati z vidika nekih bolj poceni stvari, no pa nismo hoteli tako, bom rekel, no. In bomo res morali iti na ono žogo, da pač za tistega porabiti vsaki dan nekaj. Run Club smo tudi začeli za druženje, da se pač združijo isto misleči. Ne te dosti stane, da poraz neko stvarjo, ne, da se daš ven, pokažeš, kaki si, kakorkoli, ne. Jaz mislim, da se ful ljudi prehitro preda, da smo ful več zmožni, ko mislimo. Ti kaj treniraš tudi druge? Ne. Ne. Kako to, da nisi šel v to? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Meni si že razložil, kaj je to, ampak če bi mi še enkrat, tako, kako bi nekomu opisal, ki te vpraša, kaj je Hyrox? Pravzaprav, čeprav je kratka stvar, je vseeno po mojem zdržljivostna, no. Nima toliko veze, moč, hitrost, fajn je, da omaš, ampak ni zdaj to glavno. Rače pa 8 km teka, je razdrobljenih na 8x1000 metrov, vmes pa ena funkcionalna vada, tako da na koncu prije 8 vaj pa 8x tečeš. Tako da neke vrste 8 postaje 8x, tako da 16 nekih. Ja. In kaj se gleda, mislim, kdo je najboljši in kaj je najhitrejši? Ja, kdo najhitreje prije skozi, ja. Tako da na času samo gre, ne. Čip imaš, čip ti vedno gleda, torej krog, vajo, vmes pa še rock zone, to pa je tisto polje, ko laufaš med krogom zunanjim pa med vajo, pa se reče rock za neke vrste menjava, oziroma, ampak isto moraš teči, ne, isto se prišteva na koncu časa, tako da. Okay. Ja. Zakaj misliš, da je toliko popularnosti dobil v zadnjem času? Mislim, da veliki razlog to, ker je crossfit res pusto žogo, pač ful je bil popularen sploh v Ameriki, ampak mislim, da pri crossfitu vedno bil problem ta, da je bila previsoka vstopna točka. Kaj mislim s tem? Mogo si imeti nek background, fajn je bilo z gimnastike, mogo pa si definitivno imeti zdvigovanja v težine, celo powerliftinga, olimpijskega dvigovanja, ker si ti to kasneje začel je bil risk za poškodbe preveliki, ne. Torej, jaz sem se lotil mesec pa po nekaj delal sem potem na Hyrox prešal to, pa čeprav nisem 40-50, je pač bilo res naporno na jointe, na vse skupne. To, drugo pa po mojem zato, ker če ta gleda v zadnjih 20 letih, pravzaprav ni bil noben šport tak dodan, ko bi bil res mainstream, tako je, ne vem, tek, kolo. Po mojem so ljudje nekaj novega želeli, pa plus tega je, da po zimi nimaš teh športov, ne. Po zimi načeloma, če živiš saj tu, ko mi živimo, torej Evropa, Avstrija, Nemčija, Francija, itd. Ok, greš ven laufat, pa to kolesarite že teže, pa ni tega, ne, bolje smučanje, te športe gledaš, mogoče biatlon, alpsko smučanje, tako sem rekel. Tako da so oni to, bom rekel, luknjo zapolnili, torej da lahko ti poletne športe, ki so tek, pa neke vaje, pa to delaš tudi pač po zimi, ne. Vaje si vedno lahko delal, samo teč, načeloma pa bolj spring, summer, ne, stvar. Tako da to po mojem, no. Malo pad crossfita in pa potem neko luknjo, ko so zapolnili, ne, s tem. Plus tega, vstopna točka je nižja. Vsak lahko naredi. To po moje, da je ključna, ker so približala enemu povprečnemu človeku, ki športa, zdaj pa ti greš lahko v neko tekmovanje, ne, pa ne rabiš biti, ne vem, ne rabiš masa lapa narediti, zato da not priješ, ne. Pa gibi so ful preprosti, oziroma vsi gibi so naprej, ni levo-desno gibo, ne, torej manjša verjetnost, da se neko za poškodbe, ne, vse živo, odgležno itd., ne. Pravzaprav so vse vaje dokaj enostavne z vidika izvedbe, razen mogoče na koncu žog, ker rajiš pač vseeno neke vrste gibalnost rajiš vrejo, ker pač so zdaj standarde malo poostrili, kaj se šteje kot rep, kaj pa ne. Torej moraš iti pod 90 stopinj kotom, ne. Eni niso gibljivi toliko v gležnih, ampak ta je edina stvar, ko bom rekel, da je tehnično zahtevna, pa ti mogoče skiparov, ampak ni to tak, vsak se lavno nauči, vsako vajo. Ja. Kaj pa pol loč, kaj bi rekel, da loč une, ki so vrhunski v tem športu, pa te, ki pač samo so zraven?
Mislim, ful je pomembno z kajega backgrounda, prejš kaj background, z katerega športa si prišel. Ne? Prve 3 leta je dominiral Američan, ko je prišel to pri nas ful ni popularno, ampak z mud racinga, to je pravzaprav ful preprosto. Po gorah so laufali, pa so vmes neke vaje, ali pri nas to ful ni. Podobno je Špartanu. Trim steza. Ja, ampak je imel background pravzaprav res stekava z nekih vaj, ne. Potem par crossfiterov je prišlo not, ampak zdaj, da bi se vrhunski crossfitter zatločil, se ne bo, zakaj? Ker je tam posvetil 20 let svojega življenja, ker je tam vseeno več denarja, ne, logično, če šport obstaja že od, ne vem, 2-5, 2-7, Hyrox pa 7 let, komaj, 6. Tako da to, kar nekaj je pa potem prišlo zraven tudi z raznih tekov, triatlonci so sploh ful popularni tuj, ker v triatlonu pa je to znano, da ni dosti denarja, je pa ful drag šport in je zdaj ful vedno več, bolj mainstream postav, vedno več triatloncev hoji, tako da na kratko z zdržljivostnih športov, pa tam, ko so bili ti ljudje mogoče ne na vrhuncu, da so bili v nekem poprečju, pa so hoteli nekaj novega probati, ne, pa so pač potem tu ujeli, bom rekel, ta trend oziroma ta šport na začetku, kar je itak lažje, ne. Mogoče svetovni prvak danes, pa čez 20 let bo mogoče isto težko postati z vidika performanca, samo bo čez 20 let, če bo šport še tu, dosti bolj nasičeno pri vrhu, ne. Zdaj so vseeno razlike med prvim pa recimo 15, toliko jih tekmuje v eliti na svetovnem, kar velike, no, tu 2, 3, 4 minute lahko, ne, čez 10-15 let po manj tega ne bo, ne, bo vsi skup. Tako da. In kam bi sebe rangiral, tako, če gledava zdaj neko to, ki si bil v Chicago, a ne, se pravi, izmed 600,000 vas je prišel tja? Ja, 4,5-5, to je čez vse kategorije, torej imaš moške, ženske pa mixed dvojice. Torej moški pa ženska sta skup tekmovala. Zdaj, ful dobro nam je šlo, no. Imeli smo celo enega fanta, Alena v eliti, ampak v dvojicah, solo še to nobenem Slovencu ni uspelo. Je sicer s tujcem tekmoval, sta bila v eliti, torej med 15 pari sta bila 7. Wow. Ja, vrhunsko. Bravo. Jaz z Domenom, ko pa je tu včasih bil triatlonec, vmes je tek treniral, zdaj pa se vrača, je bil na 2 tekmah komaj Hyrox, zdaj pa je naredil leto dni premora zaradi poškodb itd., zdaj pa se vrača. Smo potem se odločili, verjamem, samo dvojice, kar mi je bila prva sezona, pa smo ne vem točno koliko dvojice je bilo, ampak smo bila, itak si se mogel kvalificirati, pa smo bila na koncu 9. v kategoriji smo 30 do 39, pa 14. smo bila od vseh. Skupaj, ne. Tako da 14. na svetu. Dober, ja. A sta bila, mislim, kako si se počutil, ko sta ta rezultat dosegla? Pa imel sem A, B, C, plan neki oziroma cilj. A je bil glih ta, bom rekel, skupno mi je bilo bolj pomembno v kategoriji, zakaj, ker pa ne da se lepše sliši, sam sem to videti, ki sem proti vsem, ne. Zdaj kategoriji bi lahko mogoče bil 16 do 29, če bi tako padla starost, recimo, pa je manj močna, kot recimo 30 do 39, pa pravim, sem rajši skupno više, ko pa pač v kategoriji, tako da top 10 do 15 je bil cilj, para ni prišlo, ko nismo pričakovali, ker Hyrox zaenkrat, veš, so eni profesionalci sponzorini pa živijo od tega, ampak niso naredili jasnih pravil, da oni ne smejo tekmovati z nami, ne. Torej par jih je šlo z elite, potem v dvojice tekmovati, itak pač vzameš, je kak je, tako da je bilo tu še 2-3 pari, ko nismo pričakovali, tako da se pravim, pravzaprav tisti. Ja, če bi še njih odštel, dejansko bi... Ja, blizu 10-terice, kar je bilo ono res ne topov do top, oziroma pač kaj smo vedela, da je možno, ne. Pa iskreno tisti dan dala smo vse od sebe, tekma šla pravzaprav brez komplikacij, kar zdaj, ko se zaostril pravilnik, sojenje, kak sodijo vaje, kak gledajo, se pravim, nismo dobila nobene kazni, vse je šlo po planu, tako da kaj več ni bilo možno, no. Ja, nedolgo nazaj sem en video videl, po moje na Instagramu, ki si je od ene sanke porivil in nisem šel nikaj, si videl to? Ja, to je bilo, po mojem je bilo to Chicago zdaj. Možno. Ja. In je čist popizdil modela, ne, in je prijel druge sanke in je une pač res pognal, ne. In je pol sodniku rekel pač, kako lahko to pustite, kako se lahko to zgodi, ne. Ja, to sem pa prej mislil, ko sem rekel, da šport tako hitro raste, ampak nažalost nimaš izkušenj, ker nikoli ni bilo noben takega eventa postavilo, torej za nekaj čisto izven serijskega in te pač potem rast lahko hitro povozi, ne, nimaš dovolj kadra, nimaš dovolj mogoče sposobnega kadra, nimaš teh stvari. Ta tepih so zdaj razvijali z partnerom, center, se mislim, da reče, Američani so, mislim, da 1 leto,
Ampak zgleda jim je šlo nekaj narobe, ne, za priznali to ne bo, ker so to milijonske vsote, ne, predvidevam. Naj bi bile sanke krive, naj bi bile zrabljene, ampak vem, kak je feeling zrabljenih sank, imamo tudi 3 različne sanke na fitnessu, pa je razlika, ampak taka razlika ne more nastati. Ne. Ali je v površini problem, ali je kako so jih postavili, ker te tepihe načeloma lepijo, ne, da se ne nagubajo. Ne vem, nekaj je šlo narobe. Ne. Sicer so problem solverji, to vsakem času, vedno ko so imeli neki problem, so ga dokaj hitro rešili, ne. Ker še vsem mislim, da so v takem obsegu, da se lahko hitro prilagodijo, niso za oni tako velika firma, da se ne bi mogli. Ampak to je kar veliki problem, tako da upam, da ga bo, mogli ga bo rešiti, no, ker ljudem ni bilo glih to smešno. Ja, mislim, itak, a ne, en se res da v vlogo nekega kompetitorja na ta dan in pol pride nek zunanji faktor, kamu ne mogoč, da tekmuje in itak je bil majster cel. Ja, pa možda je tudi to, ne, na koncu itak si tudi finančno je bil zaloga iti tja, ampak se mi zdi nekdo, ko je šel tja, pa si to lahko privoščil, je bilo to sekundarnega pomena proti temu, koliko časa si za to vložil, ne, ure in ure pač treninga, pa to, tako da to je pač potem problem, ne. Se zdaj niso mogli nič narediti, za drugi dan so popravili, ne, ker je, mislim, moja bila ista skrb, ne, mislim, vedno so bile razlike, ne, jaz razumem, če imaš ti 30 prog, ali koliko jih imaš 40, odvisno od eventa, vsaka proga ne more biti isto hitra, to je nemogoče, ker ne more oni, veš, dnevno greš 3000 tekmovalcev skozi na normalnem high rocksu, ne, ponavljaj imaš, te večji eventi so 3-4 dni, torej pogovarjamo se o 15-16 tisoč ljudeh, ne. Ne more biti. Tako da, ja, ne more on zdaj vsako progo po vsakem, ko nekdo potisne iti sprobati na pravo, koliko sile ustvari, ne. Ampak to pa zdaj ni bil problem to pa je zdaj bil konkreten problem, ne, ko, mislim, če si naletel na tako progo tudi v dvojicah, pa to, če si hotel, mislim, če imel neke ambicije za čas ali pa placement, kakorkoli, si isto lahko odstopil, ker nisi mogel kaj narediti. Sigurno. Bolj, ko mi govoriš o teh vajah, pa vsem tem, bolj imamo v glavi vprašanje iz vidika priprave na tako tekmo, ne? Se mi zdi, da tam nekako je veliko več koristi za tvoje telo, oziroma za to, kot pa sama tekma. Enkrat sem prebral glede maratona, da trenirati za maraton je zelo dobro za telo, pa ga pa ne iti teč, ker tisto pa telo občuti kot pač prometno nesrečo, ne? Ja, to sem tudi prebral, naj bi 3-4 mesece rabilo telo, da vsaj prije po maratonu, ker je tako izčrpajoče, 3 ure traja. Na treningu realno vse imaš podobne treninge, ampak bi rekel, da imaš mogoče skupno količino treninga, čeprav se približaš maratona, itak na ful nižji intenzivnosti, če pa delaš kaj intenzivnega, pa so vmes pauze, pa ponavadi maksimalno prelovaš govorim intenziteto, ko imaš na tekmi med 20 pa 25 km skup, maraton pa 42, enkrat več skoro, ne. Tako da težko, bom rekel, mislim, noben se ne pripravlja na te dolge tekme, sploh ultra tak, da gre teč tekmo, ker ni logično, ne. Sigurno, Pri teh stvarih je malo drugače, ker so kratke vseeno, tako da lahko imaš te simulacije, delaš pa to ne vseeno, dobro uro traja, ampak ja, je vseeno, mislim, psihično vsakem zahtevno to delati na treningih, ker pač daš toliko od sebe, ne. Sej to, ne, ta psihičen del, telo lahko ratuje, če zdaj bolj zmogljivo, ampak kaj pa ta psihičen del, kako pa, če tvoj proces zdaj pogledaš, a ne treningov in vsega. Ja. Tako, kdaj je najtežji, kdaj ti rata najtežji? Mislim, proces je tak, ne, časovno jaz mislim, da ima marsikdo dovolj časa trenirati, samo vprašanje, če si ga pripravljen, zdaj to je prvo. Ja, se, ja. Potem pa prije to, tako si rekel, ta faktor, jaz da bi treniram kaj, zraven službe, recimo 13 ur na teden, do 15, odvisno. Ta dobri pubeci, ne bom rekel, da sam to delam, ampak pač, ko imam ambicije za elito, pa to jaz jih pač osebno nimam, pa ne zato, ker bi mislil, da je bilo to mačji kašelj, sem pač imam druge prioritete. Treniral tam 22-23 ur na teden, to je pač samo trening, to je brez masaž pa teh stvari. Potem pa prije tu faktor, kaj pa je težko to dlje časa zdržati, ali pa vam zdaj rekel 10 let, ne, zato jaz tako res cenim tudi vsakega športnika, ne samo vrhunske, ampak tiste še toliko bolj, ker je res vem faktor, kolikokrat na teden si se ti pripravljen dati pač nasloniti v to bolečino, not, ne, pač res je neprijetno, ne, zdaj vsi treningi, ker to nima smisla, ne, ampak karikiram, ono zlato pravilo naj bi bilo 80-20 oziroma 30-70, odvisno koliko si pripravljen, torej 70-80% treningov na easy oziroma bolj, ne, recimo, ja, od cone 2, od 1 do 5, 30%, 20 pa pač nad to, pač tam greš v tisto not, ko pač boli, ne. Trpljenje. Ja, mislim, imaš več različnih treningov, imaš eni, ko res bolijo, po domače povedano, eni malo manj, ampak je neprijetno v vsakem pač primeru, ne. Sploh, ko vem, to kombiniraš z nekimi vajami, tam pa je spet druga, tam pa se še ti mlečna kislina nabere, itd. In
Jo, potem bom rekel, če v svojem tempu delaš, se niti ne moreš znebiti, ne, se je podobno priteko, sam tu še, ne vem, neka stvar tako je sled push, ta druga vaja, če ga tu preteraš, verjetno boljše si pripravim prevoz, k sebi bližu samo načeloma, je to ne, tekme, ne. Ker je konstantna napetost, ti rineš. Ja, in ne vem, na začetku so vsi brez pauze so vsi potiskali, 4 dolžine imaš isto sled pula, ne. Zdaj se taktika toliko spremenila, da sploh na protežah, ker imaš open teže, to jaz osebno rajši tekmujem, pa večina rekreativcev, pa imaš proteže, ne, razlika je približno 30%, da zdaj ne grem vsako val posebej, ne, razen tam, ko nimaš kil, torej ski aircrawl, pa burpje. Vse ostalo je približno 30% težje, ne. Tam pa še večja, mislim, tam pa še prej zakisliš, ne, ker so teže toliko višje, ne. Koliko so sanke na temu Open? Z sankami imajo moški 152. 152 kil. Ja. Ok, se pravi, to so kaj, 4 plate ali 5? Ja, zdaj odvisno ali so 20 ali pa 25, ampak ja, to pa sanke mislim, da malo z palcami cca 40 kil. To tako malo on, ja. Pizda, to je že kar, ne, mislim, za uneke, ki so kdaj sanke rinali. Pa ful težko zdaj nekomu kako povedati, ker tebihi se res razlikuje, da bi ceiling ti povedal, bi mogel iti probat, ne, imaš časih, imamo mi na fitnessu tepih, ko lao 300 kil potisne. Sej to, ne, ful je od tepiha to tudi visok. Tako da, pri tej open stvari ni zato taki feeling, da ne mogo potisniti. Pri pro pa se že nabere, tam pa 202 kili, ne. Ja, jaz, ki sem za ameriški fuzbal še treniral s Turkom, sva imela dost sank. Sank zaradi tega, da sva pač to moč razvijala, ampak po sankah direkt sem imel pa jaz skoke, a ne? Ja, to je brutalno. Stari, kaj je meni začel, sej skočet ajde, ampak ko pristaneš, pa ne čutiš kje so noge, ampak ja, ti si bilo kar, pa pol deadlifti, pa te težke vaje, ne? Ja, se to vse implementiraš tudi tu zraven, ne? Ampak se pravim, čeprav je kratka tekma, je zdržljivostna, ker ti recimo za izpadne korake primer, če nočeš, ne raji sploh delati počepo. Ti bo koristilo, definitivno ti bo koristilo, da počepneš 200 kil, ja, ampak če boš mi rekel, nik bom enkrat na teden delal moč, ne vem, do 3 ponovitve, pa sposoben sem 200 kil dvigniti, nekdo pa 150, bo pa še on delal, karikiram, 3-4 krat na teden po 100 metrov izpadnih, tudi lahko v serijah, ne raji biti to skup. Ni šans, da ga bo neko bolj močen premagal, ne, ker vseeno traja okoli 3 minute vaja, ne, to ni... To ne moreš ono maksimalno moč uporabiti, ali pa te kratke, ne, ko imaš pri šprintih. Tisto traja par sekund, to pa se pravim 3 minute, ne, če si dober, če ne, 4. Vse to sem jaz pol opazil, ne, jaz sem bil eksploziven, pa hitro za popizditi, jaz sem v klanc, pač res v trgu, ne, ampak na tekmi, ki je bilo pa treba enega loviti 30-40 metrov, sem se pa jaz počutil, kaj je ena kugla, ki se tam kumi valija, veš. Takrat sem jaz 91 kil, mislim, da. 91 kil. To premikate tudi. Pravim, to premaknite, tudi to težo, mislim, sam sebe, ne. Ja, ampak jaz sem se zabol človeka, a ne, to je bilo, pač jaz sem čutil kontrolo v svojih rokah, hitro da eksplozivnost, ampak pizda, vzdržljivosti pa nobene, a ne. Ko da pač odločiš se, kaj boš imel, pa ampak s tem pride tudi pol neko odrekanje temu, kar pač ne boš imel, a ne. Je pa idealno, tako si se prej za maraton rekel, lahko pa trenira za high rocks, ampak ne za idealno, pa dejansko imaš dosto obojega, ne, torej nekaj vrste zdržljivost, pa tudi moč, se pravim, ni zdaj, ampak se pravim, dokler ti je rekreacija, nima veze, če zdaj šel minuto slabše, ne. Ampak kombinacija je dobra, če gledava za človeško telo, ne, ker ti treniraš VO2 max, se pravi kondicijo, pa moč, ne. Ja, oboje treniraš. In ful je nog, kar je načeloma ne bi sploh moški, a ne, veliko več za noge trenirali, zaradi naših genov. Včasih so rekli, da ki ima močnejše noge, ima več prijateljev, ker si mogel pešiti do to daljši. Ne, definitivno mislim, vse treniraš, pa pri vsaki vaji skoraj noge delam. Mislim, delam, pač pri eni bolj, pri eni manj, ampak ne. Kako pa, ko si prej rekel, da eni treningi, da so res težki, to so ponovadi te hardcore vzdržljivost, kaj, assault bike? Mislim, sam ne toliko assault bike delaš, lahko ga kombiniraš, ker dejansko celo telo dela full vreo vaja, pa mislim, da se lao tam, če se menimo nekem poprečnem človeku, da ga daš na neko vajo, po mojem se lao tam najbolj res zmučiš, oziroma daš vse največ od sebe, no težko je da njega v bazen recimo, či nija osnov plana, pa
ne, ker bomo že stragili sploh biti nad vodo, ne. Tako da so dvojk ziher je ful vrejo, ker ti istak cel kor dela, ne, rame ti da roke, noge, top 2, nimam ga toliko, ampak primer, tudi threshold se ful zdaj uporablja v zadnjih letih, to je, mislim, da norveška metoda, pa uporabljali so že Norvežani 10-15 let nazaj, zato malo tudi, po mojem, med drugim tako uspešne zdržljivostne športnike kraljujejo in triatlon in Ingebrigtsen laufanje. Je pa pravzaprav čisto hitro laktat 1, laktat 2, če govorimo na trenirani osebi, lahko laktat 1 drži recimo tudi do 3 ure, 2 do 3 ure, to je do 1,9 milimola, ne, ta laktat 2, to pa bom rekel, jaz načeloma samo to laufam, ker tekači, ko ima več prostega časa, načeloma dela 2-krat na teden oboje en dan, torej po domače pa zjutraj malo lažji trening, popoldne malo težji, ampak oboje ti da ful benefito, ampak to je ful ključno, da ti laktat meriš ta naprava, se pičiš v prst, vzameš kri in ti napiše pač do koliko greš, ne, kar nima niti ni veze, malo korelacijo s pulzom, ampak puls ti lahko niha, ne, od dnevnega počutja, od temperature veni, laktat bi pa naj bil vedno isti, ne. Se pravi, laktat, mlečna kislina govoriva. Ni čist isto podobno, ampak ni čist isto. Po domač povedan tisto, ki te zakisli v mišici, ko preteraš. Če preteraš, ne more telo dovolj kisika dovati, primer, če bi šprinto kaj takega, lahko dova par sekund, potem pa te odklopi, oziroma ti ga ne more dovati in laktat je byproduct tega. Torej, da ti ne more dovati konstantnega kisika. Ki pride kasneje. Ja, točno tako. Laktat 2, to pa manj časa zdržiš, to pa je približno, to pa je full tudi range kar visok od 30 do 1 ure, govorimo 30 minut nekdo kaj nepripravljen, 45 recimo minut, 50, tukaj smo nekje dobri rekreativci, 1 uro pa pač elitni tekmovalci, ne. In to se zdaj full radi uporabljal, ker je full bolj preprosto oziroma bolj natančno, ko na puls laufa, se pravi, ker sem že rekel, zaradi zunanjih temperatur itd. Faktorjev drugih, tako da to full mi laufam, jaz laufam, ne vem, tedensko, ne vem za kilometre štem, ampak ne vem, 1 uro pa pol thresholda sicer razdeljenja, to ni skup, to je 5x8 minut, lahko je 3x10 minut. Začne z manjšo količino, vsakem rečem, ko začne tudi, čisti začetnik, tako začne z easy teki, ne, nekdo recimo, ko me vpraša, če sploh ni nikoli laufo, kako naj začnemo, rečem, 20-30 minut idi, 2 minuti hodi, minuto teči, če lahko to, če ne pač manj, ne. Začneš tako, potem pa se pač počasi telo navaja, potem pa ko priješ enkrat na nek nivo, ko pač misliš, da si sposoben, pa recimo začneš z neko tako stvarjo, recimo rečeš 5 kilometer, idi laufat, threshold recimo 2, to pomeni, da si to, da če tebe vprašam, to bi mogel ti zdržati recimo vsaj 30 minut, ne, to pa moraš malo po feelingu začinjaš glih naprave, ne, ker naprava ni poceni, pa to ni zdaj smiselno vedno to delati. Kar rečeš zdržati, to pomeni, da zdržim tako, da mi je še good, ali da moram preko sebe? Preko sebe, da pač padeš ciljne. Ja, 30 minut, vem, da je težko oceniti, sploh ko si na začetku, vsi prehitro začnejo, se to takoj opaziš, ampak to je nek tak fakt, pa napreduješ in ti je približno cilj, še enkrat tak, mi delamo 2-krat na teden, recimo približno akumulirati 20 km tega, torej karikiram 2x, 10x jurja, enkrat vtorek, enkrat četrtek, lahko je malo manj, malo več, cca, v tej coni, torej za mene to velja, ne vem, če enim laufa, to da približno laufam tako, koliko mislim, da bi lahko 40-45 minut zdržal, ampak spet, dokler nimaš napravi, ni to točno, ampak je vseeno full vrejo, ne, ker če ne druga se navadiš, potem pa, ko si vzameš enkrat, 2x test, ali pa greš zdaj v laboratorij, veš potem po feelingu približno, koliko imaš, ne. Če bi mi zdaj ti vzel kribiti, jaz po mojem dokaj točno povedal, koliko imam. Ne bi zdaj zadeval, ampak ne. Tako da to se je začelo full uporabljati povsod, za kolesare ne vem, ampak tekači vem, da to delajo, pa zdaj Hyrox tudi to začel, oziroma ti trenerji na rovu pa na skiergo, ne, uporabljati. Samo tam je pa malo zakomplicirano, ker tam pa se laktat full hitreje nabira, ko pri teku, zato ker pri rovu recimo dela celo telo. Tam pa to pade, tam pa to gre čez okno ven. Sem si za hec meral, pa se mi je zdelo, da sem imel na vrejo intenzivnosti, pa sem imel 8. Mogel imeti 3,9, ne, kar je absolutno preveč, ne. Tako da, ampak za tek pa to kar velja, no. Tako ful več preprosta stvar je, tu sploh če nije za nekih nočeš ali pa ne moreš imeti trenera, pa to je to res ena vrejo stvar, ko lahko sam sebe, bom rekel, nekako treniraš, brez da je zdaj nekaj ful mimo pihno. Še vedno predlagam, če si začetnik, je to po mojem najboljša stvar kjerkoli, ali je to bodybuilding, je to triatlon, karkoli, da si nekoga najdeš kot te trenera, da ti pomaga, ker se ful dosti naučiš, ne, če imaš pravo osebo, ne.
Ja, mislim, a ti kaj treniraš tudi druge? Ne. Kako to, da nisi šel v to? Glede na to, ko imaš znanje, kam mi zdaj le mečeš ven take stvari, ki pač jih prvič slišim. Pa iskreno povedano, korona se je zgodila, takrat sem jih zaključil z triatlonom, ker sem triatlon treniral 10 let, sem mislil tudi profesionalno, ampak potem so se zgodile neke življenjske stvari, familiarne, tudi pa sem pač nehal. Ampak mi zadnje 2-3 leta sem vedel, da ni to, mislim. Moje mnenje je, či ne rabi biti samo šport, to je biznis, či enkrat z ljubeznijo nekaj delaš, pa veš, da boš mogel to stvar delati, moraš vedeti, 20 let, je to ful slabo, povotno, veš kaj mislim. Druga je, či zdaj rečeš, vrejo leto dni bom za nekaj, mogoče prosti čas riskiral, pa to, da bom s tem dosegel cilj, to je drugo, či pa dneva v dan sploh neka taka stvar, ko je šport, ko jaz mislim, da ful je lepa stvar, samo bom rekel, da si služi denar, s tem je pa res kruta, ker koliko športnikov realno, sej, dosti od fuzbala, pa to živi samo procentualno, ful malo, veš kaj mislim. Če gledava maso, ki se ukvarja s tem, pa koliko jih živi od tega. Nič. Da pa rečemo, da si pa nekaj zasluži za penzijo, je pa še manj. Sploh pa v Sloveniji, ne. Zdaj, ko so prišli ta socialne medije, ful, TikTok, Instagram, zadnjih 5-6 let, tudi v triatlonu, ko sem prej rekel, je več denarja. Zdaj so tudi vrejo preskrbljeni, pak spet prvih 5-10, 20 let nazaj pa še to niso bili, ker 20 let nazaj fuzbaler je bil vseeno dokaj vrejo plačan, triatlonec ali pa tekač kakorkoli, ne, logično, ker ne taka masa ljudi gleda, se na koncu koliko denarja prije not, morajo oni več ven dati, ko prije not, ne, ampak to. Tako da zato se pa jim nisem odločil, ker sem tudi prevzel Wake Park Duplek, to pa je smučanje pa vejkanje na vodi, sem prevzel pa sem takrat začel delati, za sebe, pa ni bilo časa, za vse. Mogoče kdaj. Dej pel me nazaj v začetke triatlona. Kaj si začel to v osnovni šoli, v srednji šoli? 12 sem bil star, tako da 6. razred, mislim, da. Kaj čistko, imeli ste kros v šoli in se ti je dopadali, in pol je en majster tam rekel, a greš triatlon trenirati? In si rekel, Ne, za šport, če mi verjameš, mislim, sploh za neki tek, pa to nisem bil nikoli talentiran, mislim, še zdaj se za tek definitivno nimam za talentiranega, ker imaš ti milijon stvari, kak ti lahko povejo, če ti v nekem športu dober, zdaj s genskimi preiskavami, ampak ful preprosto povedano, pokaže mi nekoga star 7-8, pa ti jim povejo po zgradbi telesa marsikdo, ali bo maraton prvak ali ne. Glej, koliko je visok, ki drži kile, ima velika meča, nima velikih meč, ne. Ker so te zdelali in vse procentualno gre na slabše, če imaš več kil proti gležnom oziroma od kolen do logično, ker več sabo nosiš, ne, lažje je imeti, karikiram, pol kile več v zgornjem delu telesa za tekača, ko pa v spodnjem. Če imaš ti velika meča, pravim, skoraj upam zihere, da ne boš Boston maraton zmagal. To. Že ti od spodi 50 kil nosiš, ali? Tako da ne, preko očeta. On je začel s triatlonom, Jože, pri 30-ih. Pri 30 je začel, ker so mu zdravniki rekli, da če bo nadaljeval, teko je takrat dost. In so mu rekli, da če je s tekom nadaljeval, da ne bo več nikoli športa oziroma hoditi prav, ker je imel ful obrabo. Kaj hrbta? Ne, kolka, mislim, da kolen. Ampak taki, ko je stara šola, ni glih poslušal. In je potem si šport najdel, ki je bil bolj prijazen, ne, za sklepe. Torej triatlon, planje, kolo, sploh ni, bom rekel, je ful mala, verjetno za poškodbe. Govorim spet, če normalne količine delaš, ne. Teko pa ni nekaj dosti zdraje, ne, ampak se je potem toliko poboljšalo stvar v roku leta dni, da je tudi laufa, da je več laufov, kaj prej laufa, ne. Tako da tak sem pač potem prišel, sem začel, potem tudi s plavalnim klubom, ker tu je bil, mislim, ne da blatim, ampak tu je slovenski triatlon bil ful zdaj, pa še vedno je, glavno je, ti na planu ne moreš zmagati tekme, lahko pa zgubiš. In to še zdaj noben ne tu upošteva in zato je slovenski triatlon tam je, ko je. Zato, ker ne spravimo en dovolj dobrih plavalcev. Imamo par ful talentiranih ljudi za tek, sploh stara generacija, malenko starejši od mene, ko so zdaj 35-36, smo imeli 2, 3, 4 pubece, ko so na svetovnem nivoju med mladinci bili čist pri vrhu, ampak jih je potem povozilo, ko so šli iz mladinskih kategorij v članske, to, da niso dobro plavali. Kar se mi zdi, ne vem zakaj, ampak problem povsod, se mi zdi, da povsod krojimo z mladimi športniki vrh, tudi kolesarjenje, to se spremeni, da so vrhunci, ampak ne vem, smučanje pa te stvari, ne, se mi zdi, da res rastura, pa ne vem, se nekaj zgodi, ne vem, klikne, pa ni to potem v članski konkurenci. Tako da
tako sem začel, potem s plavalci, pa trenere smo pač potem imeli za to, ampak glavni problem je vedno bil ta, ne, takrat smo ti opcijo iti v tujino, hvala Bogu smo to opcijo zaradi staršev, sam se pač potem nisem odločil, ker v pogoje imamo v Sloveniji ful vrejo za triatlon, sa nimamo pa kadra. Počinjaš ti kadra, jaz mislim, da sploh triatlon, jaz mislim, da triatlon, ko se potem gre v olimpijski šport, traja približno 2 uri, imaš pa potem tudi te Ironmane, pa to, ko traja 8 ur. Jaz mislim, da je tam še bolj pomemben trener, ko bom rekel pri nekih stvarih, ko skrajše traja, ne? Ker jaz pač mislim, da si ti talentiran, lahko 100 metrov šprint, moraš imeti trenera dobrega, ampak se mi zdi, veš, če si talentiran, boš do nekega nivoja prišel, ker recimo Bolt knjigo, ko sem bral Usain Bolt, zdaj ne vem, če se v knjigi malo, ne bom rekel zlago prilagodil fakte, ampak je rekel, da za svetovno mladinsko, ko je zmagal, je treniral 2-3 krat na teden. To ti pač pove, ne. Sam le predispozicije njegove. Ja, itak. To je telo, ki pač... Je nareda točno za to, ne. Točno to, ja. In to je pri športu tudi veliki problem. Jaz mislim, da se ful ljudi prehitro preda, pa da smo ful več zmožni, ko mislimo. Je pa res tudi, da v enih športih, spet odvisno od športa, discipline, je pa res toliko genetsko moraš biti obdarjen, da ne gre drugače. Vsi športi ziher niso tak, ne. Bom ti rekel, nek triatlon, Ironman, če imaš res pogruntano fueling strategy, pomeni koliko recimo glikovih hidratov pa teh stvari na uro moraš vzeti, pa če imaš to res pa pozicijo na kolesu, ker tam aerodinamika, zdaj ko se pubeci vozijo 45 na uro, 4 ure, noro. Prije v igro, ne. Včasih ni bilo zdaj to tak, ne, ker noben ni, ker so vsi, bom rekel, kaj 50 let nazaj bili na, ne vem, Snickersih, ne vem, pili so si odprli vmes, ne. Coca-Cola, Haribo bomboni. Zdaj pa prije to do izraza, ne, jaz mislim, da lahko še tam vedno ful razliko naredi z tem pristopom znanstvenim, ne. Pri šprintu pa sejm, rabiš neke stvari, ne. Šprint sem dal primer, ker traja najmanj časa, ne. Isto planje, tako si rekel, za atletiko planje še bolj. Tam, če nimaš dolgih rok, dolgega trupa, odvisno za disciplino, ampak za večina ne moreš. Ne. Je vedno določen vrstni red pri triatlonu isto, se pravi tek, kolo, plavanje ali je? Ne, plavanje, kolo, tek. Plavanje, kolo, tek. Ja. Aha, okej. Se pravi, v bistvu, če ti plavanja nekako ni toliko problem v tem, da bi imel ti počasnejši čas, sam ful energije verjetno porabiš v plavanju, če ne znaš plavati. Tak je, zdaj se že pri daljših razdaljah Ironman, imaš daljše razdalje, ampak Ironman je ona zadnja postaja, ko je dejansko profesionalizem. Ko imaš double ultra neke stvari, ampak tisto je druga zgodba. Pa že pri Ironmanu je zdaj ful pomembno plavanje, čeprav tam to je največja razlika med olimpijskim triatlonom pa Ironmanom, največja razlika, da olimpijski triatlon se lahko draftaš, pomeni, da se lahko drug za drugim vozima, torej spet zmanjša veter, ful lažje ti je. Pa malo menaš in... Ful kolo ti ne znam razložiti, tek ni take razlike, kolo pa je ti lažje, ne vem, 30%, 40% ful. Pri Ironmanu ni tega, tam se mislim, da morajo na 15-20 metrov voziti, pa že tam prije v igro z psihološkega vidika, ker imaš nekoga, s kom kolesariš, če pa si zadnji ostaneš, pa mentalno ful težko tu. Tu pa je razlog ta, da če ti grupo svališ, ne z njo splavaš, če si ti sam ali pa s 5 ne moreš ujeti 30, to pa je preprosta fizik, mislim, ni šans, ne. Ni šans, ja. Tako da tu nastane glavni problem, ti ne radiš biti tak vrhunski plavec, vrejo je, ampak zdaj ne moreš ti čas, ki ga nimaš, posvetiti naknadno, sam bare minimum je, da splavaš z njimi, ne. Ti se lahko bolj trudiš, če si potem na kolesu močno sam, če pa ne ti splavaš, pa ne. Moj kolega je šel Ironmana in je rekel, da vse brez problema, ampak da ga je pa plavanje psihološko, da so pa demoni začeli gor hoditi, da je pa ful mogel iti preko sebe, ko je plavil. Sem vprašal pa, zakaj, ne, sej pač padeš v nek ritem, plavaš, je rekel, ja, ampak ti si sam. Ja. Ti še zvokovni, od spodi, pač tema, ti plavaš in je rekel, da mu je ful stvari gor pršel. Pa me zanima, kako si ti dojemil ta šport oziroma plavanje mogoče ali pa karkoli, no, psihološkega vidika. Ja, plan je tak, jaz mislim, da od vseh 3 disciplin najtežje natrenirati. Primer tako ne moreš gimnastiko iti pri 15 trenirati, ker pač se ti telo drugače razvije. Isto je planje, pa tam še koliko si plon, pomeni ful faktor spet, če ti nad vodo, če te to radi plavalci rečejo, če te ima voda rada, je to čist druga zgodba, ne. Tako da, kak sem jaz dojemal, jaz sem ful pozno začel plavati, pri 12, mislim, da celo. Pa sem imel ful verjel trenera, Blaža,
ful je bil strok, ampak ful je stara šola še, on je bil na olimpijskih, je bil v finalu celo, 200 hrbtno. Te treningi so bili res težki, no mislim, da ne rekel, da imam en takih treningov v Sloveniji, ampak en redkih, ko smo res dosti trenirali, ko sem s plavalci treniral, smo plavali tudi po 7 km na trening, včasih se je več, tak mi je povedal. Tako da to mi je ful dalo, brez tega sem nikoli priključil, ker pravim, ker je plavanje tako težko na trening, ampak ker je za triatlon toliko nižji nivo, ko samo za plavanje, to ne moreš primerjati. Če primerjaš triatlonce z vsemi tremi športi, so v plavanju daleč zadnji za profesionalci plavalci. Pri teku, pa sploh pri kolesu niso toliko, so slabši, ampak niso toliko, kot bi si človek mislil, ne. Tako da to mi je ful dalo, no, tak trener, tudi skupina, tak treningi. Mentalno pa mislim, da je en izmed težjih športov, če ne najtežji, zakaj, ker se ti ne okolje menja. Ti vedno eno in isto, mogoče progo zamenjaš, samo bazen je isti, ploščice so iste in pač kak znaš to, ne. Mislim, težja je serija, tam se ti nekaj dogaja, ker se sam s sabo boriš, ko imaš te tečne dolge treninge, ko pa se ti nič dogaja, pogovarjati se ne moreš, ne, na teku, načeloma sploh kolo se pogovarjaš, mislim, greš 4 ure kolesarit, vse ni škode, da se pogovarjaš, kvečemo ti hitreje mine, sploh ko imaš nek na easy trening planje, pa si tako si rekel, sam s sabo se pogovarjaš, ne. Tako da ti fantje, ko so dolgo progaši pa plavajo pa trenerji, to olimpijski bivši prvak je pa še zajedno, čist pri vrhu daljinsko plavanje, plava pa 1500 plav v bazenu, to je najdaljša razdalja v bazenu, delajo, mislim, da nedelja ima, mislim, da fraj, drugače pa delajo od ponedeljka do sobote, mislim, da 2x10 km, to če tečeš, ni to malo, to je 120. Časovno to preplavaš? Ful so hitri, ampak bom tako rekel, redno so dobri 2 uri v bazenu, ali pa celo 2 uri pa pol, torej 4 do 5 ur so v bazenu, 4 pa 5krat na ten, vem, da ima, ne vem, 25 ur na ten so v bazenu samo. Škjer je to meditacija, stari? Ja. To bi bilo zanimivo vedeti, kaj mu gre po glavi takrat. Ok, kdaj si rekel, da si nehal s triatlonom? A si kaj dosegel v triatlonu? To smo si zadali definitivno, ne bi se sam sebi zdaj zlagal, itak cilj je bila olimpijada, mislim, da je to vsakem, ko trenira dlje kot do srednje šole, oziroma bom tako rekel, večina jih resno dela šport, trenirati po manj zaradi staršev v osnovni šoli. Ko prideš enkrat v srednjo šolo, si nekaj vrste odrasl, mislim, v 3. letniku dopolniš 18 let. Potem pa se mi zdi, se je tudi pri nas videlo, v športnem razredu sem bil, na drugi gimnaziji v Mariboru, ampak samo 2 leti, tam sem se prepisal in se je videlo, prvi letnik, prve pol leta smo še vsi v razredu trenirali, pač kaj kdo treniral, pa smo začeli izgovori, ker profesor recimo, vse to je bilo kar resno, ko smo mi prišli na razgovore, če si kao primerno tudi za šolo, so oni rekli, da druga 4 leta, ko šole pa treninga ne boš poznal, ne, če si kao pripravljen, pa itak da rečeš ker se sploh ne zavedaš, kaj rečeš. In vem, se je začelo, da je on kontroliral določene ljudi, če treniral, pa jih ni bilo, pa je rekla, na drugem fitnessu sem bila, ali pa ono, pa tretjo že v 1. letniku se je videlo. Ne znam ti povedati, pa ne samo za to šolo, vsi športni razredi v Sloveniji, kak je potem to 2., 3., 4. letnik, ne. Ko imaš benefite, imaš kao iste, strogi so do vseh isto, ne moraš primerjati, ker en v 3. letniku mogoče se res bori, pa tudi če se ne za olimpijado boriš, nima veze, daje vse v to not, čas, prosti čas, trud, vse, nekdo pa fejka dobesedno, da trenira, ne, in potem nastane, bom rekel, neki napetosti pa take stvari, ne, tako da tam se je potem videlo, kdo pač misli resno, kdo ne, tako da to smo imeli plan, pa to sem se pravim, sem bil v vsemi trenerji v odnosih, samo takrat se mi je res zamerilo, ko smo šli na prvo turnejo tekmovalno na Kitajsko, smo šli na prvi svetovni pokal, to je edino, kaj en svetovni pokal sem dirkal, pa kontinentalni pokal smo šli v Filipine, pa smo tam zboleli, strubili smo se z vodo, pa smo odstopila oba, ko smo tam bila, te pa veš, je bilo zjutraj priješ k treneru, tista je bila kar hardcore, ker je bila, tekma je bila, ker je bilo tako vroče ob 8 zjutraj, ali ob 7. Te smo se mogli ob 3 vstati v temi, te si se mogli tja še peljati s kolesom, ne, ker pač ne šel z busom, ne, če so Filipini. In je kar bilo hardcore, da ga to že zdaj spomnim, sem si takrat rekel, pizdarija, to pa je, ne, šport, no v glavnem smo odstopila, pa sem že pač pred tekmo rekel, ne, in veš, doskrat je tako, mogoče tu rečeš pred kako stvarjo testom, živčki so vas tak, ne, pač čutim, se čutiš, ne, in smo pač to odstopila, nažalost,
Vredajem za razvleko zgodbe v glavnem, potem pa smo se spičili malo s trenerom. Kaj ni verjel, da sta odstopila? Ne, to je, ampak jaz sem hotel iti domov potem, ne, ker pač iskreno bil sem star, mislim, da 18. In svetovni pokal takrat smo šli dirkat, ampak po pravici povedano smo not prišli, ker ni bila za ta svetovni pokal taka konkurenca, ker je bila na Kitajskem, ampak nismo mi bili takrat, Doro Domen, ko je šel z mano, on je bil takrat na tiste, jaz še nisem bil pripravljen za svetovni pokal in je že bilo to malo tak, ne. Ker jaz ful nisem račal na tekme, ko sem vedel, da nisem pripravljen vsaj nekako dirkati, pustiť, ne rej za zmagati, ampak da dirkaš nekaj, da z nekom dirkaš nekaj, pa je, da si sam prisoten. Ja. In zastrupili smo se pač z vodo, smo imeli prebavne težave in sem pač rekel, da kak bo to, mislim, en teden imamo do svetovnega pokala, če se res ne bi račal, ne, v glavnem smo se potem nekako zdilali, smo te šli na Kitajsko. Tekma je bila na vse okoliščine ampak tako sem rekel, takrat nismo tam kaj za iskati. Za primerjavo ti lahko povem, mislim, da sem vseeno na koncu, ne vem, če je bilo točno zmerjeno, ampak mislim, da sem od laufov vseeno 5, čekaj, da se ti nem zlagom, ker je bila, mislim, da je bil prvi dan šprint, to je 850 plavanja, 20 kolesa pa 5 teka, pa mislim, da sem vseeno na koncu 5 od laufov za, če ti je lažje v kilometrih za, ne vem, 17 km na uro ali nekaj tajega. A mi je prvi dal, skupaj smo prišli z kolesa v prvi grupi, ker plaval sem dobro, a mi je prvi dal na koncu, prvi pa je laufo 20 na uro. 2,5 minuti, ne. In pri puncah, mogoče v triatlonu, če grupo jame, še to nekako gre, za neko vrstitev pri fantih pa je prezgoščeno. Tako sem rekel, ne. In potem od takrat pravzaprav te sem nehal, 2-3 mesece sem si vzel za sebe, ker smo domov prišli in tako si, če ni glava, lahko si ti pripravljen, sam šport je tak, glava, jaz mislim, da je 70%, ne, mogoče še več. In ni bilo na pravem mestu in 3 tekme sem imel doma, državno pa to pa vse sem odstopil, mislim, da tisto. Pa sem si vzel 2-3 mesece fraj, potem pa se smo trenirali, sem tekmovali, nismo, ne. Potem pa se pravim, pa hitro naneslo, še se je treniral, sam takrat sem pač potem do konca leta se odločil, da bom šel v tujino trenirati, da bom čez 2 leti, koliko še takrat bilo, da bom nehal potem najverjetneje, ne, da bom nehal čez 2 leti, pa se življenje za mene odločilo, da sem potem nehal 2019, mislim, da. 2019, ja, ker 2020 je bil COVID, ne. Ja. 2019 sem potem nehal, sem se odločil, da ne bom več to, pa se mi zdi tako večina športa, sem pa šel fitness, pa sem fitnessiral. Ko si rekel, da se življenje namesto tebe odločil, kaj ste misliš? Kaj se je zgodilo? Oče je šel v pripor. V pripor? Ja. To nisem vedel. Ja. Tako da. Kako pa si ti takrat to sprejel? Vidim, da še zdaj ti mogoče malo. Ja, težko. Ja, itak, mislim, naporno je bilo z mamo, smo sama ostala, ampak smo nekako zborbala, to pa verjetno zato, ker sem bil tako dolgo vsem v športu, no šport mi je dal ogromno. Tako da smo zborbala, pa je bilo potem po enem letu, no večine, mislim, pravzaprav konec, no pa je bil spet z nami oziroma. Tako da, ampak ja, je bilo naporno z mamo sam, mislim. Vse pravim, včasih se mogoče mora tudi to zgoditi, da se neke stvari skristalizirajo. Je bilo naporno, ampak se pravim res, šport mi je dal ogromno, no tako da mislim, da tudi ta stvar bila ena izmed teh, ko sem ful lažje, no, šel skozi zaradi tega. Kaj pa si potegnil ven iz tega obdobja? Torej, zakaj je tvoje življenje bilo potem boljše? Kaj so neke vedenja, ki si jih tukaj ven? Mislim, vsega slabega enkrat konec načeloma, če se pogovarjamo o nekih stvarih, ne, za neke bolezni, pa to ne moreš načeloma nadzirati, to je grozno, se pravim, do zdaj sem zdrav, vsi moji, tako da upam, da bo tako stalo. To, da moraš prekleto dobro paziti, bom rekel, da tisti, ko so ti res blizu, jih obdrži pa to, ampak ne moreš imeti ne koliko ljudi v življenju, kot ti to spomenem, pa si z njimi pokonektan, to sem vedno zmislil, pa tudi takrat, pa nič tajega se ni zgodilo, ampak se spomnim, jaz imam tudi enih 5-6 prijateljev, ozki krog, ko jih od nekdaj že poznam, 2 celo z vrtca, pa so mi vsi stali ob strani, ne, pravzaprav se ni za mene šlo, ne, veš kak je, ne. Pri mojih starših pa je bilo to malo drugačno, tam pa pravzaprav, mislim, da sta kot taka so se družili od
parov, 2-3 so ostali, drugi se niti javili, niso pač kaj tajega, ne. To sem mislil, ne. Tako da tam potem vidiš, kdo je potem the real ones, ali kako rečejo, ne, kdo pa ne. Tako da to, ja, pa da se pravim, da se res fucked up stvari dogaja na tem svetu, no, da doskrat mogoče kaj film pogledaš, pa to ni zdaj glih tak, ampak lahko lažje zdaj verjamem, ko imaš, veš, neke, ne zdaj teorije zarote, so neke take stvari, ali pa ko je kdo kaj naredil, pa tak pa to ni šans, da se je zgodilo, ne, se pravim, če se, ne da grem v detajle preč, ampak če se neka taka stvar v neki mali Sloveniji zgodi, veš kaj mislim, te vprašanje, kaj se v Ameriki dogaja, ko pa so res vsote denarja prisotne, ne. A lahko malo poveš o tem, ali je bolj, da mi on? Mislim, da je boljše, da ti on, ker je res njegova taka stvar, tako da, po mojem boljše. Ja, nočem drežati te stvari, razumem, pa spoštujem vsakega posameznika kle. Me pa ta Ferbčen del mene itek zdaj mi je tako, kva je bilo stari. Tako da ja, itek bom Jožeta povabil, se to sem mu že tudi rekel. Pa kasneje bo prišel, da. Tako da, mislim. Kaj pa mami? Kaj pa v tem obdobju mami, zdaj, če se postavim v tvojo vlogo, ne, pa jaz imam drugačno izkušnjo, moj oče umrl, ampak v tistem obdobju kot sin, kot otrok, ful gledaš na mami, pač ko hočeš jo zaščititi, hočeš in nekaj dati, kako si ti to doživljal mogoče? Mislim, nisem bil otrok, ne bom rekel, samo kaj sem bil star, pa dobro, 23, mislim na 22, samo. Ja, iskreno, no, ful odvisno tudi, ne, pač kako se šel čez življenje, eni so že odrasli takrat, eni ne. Mislim, da sem ful na sebi naredil v zadnjih letih, tako da če bi se zdaj kaj tega zgodilo, bi prav bilo čist drugače, pa bi dejansko, tako si rekel, zaščito pa to. Takrat pa je bolj ali manj, da ona vseeno pa si ni dal neko podporo, veš kaj mislim. Ni bilo zdaj, da bi pa jaz neke bremena prevzel, pa to je vseeno ona. Je pa šla definitivno kar na avtopilotno za tisto letenino. Oziroma, tu sem tudi hotel povedati, ne pač, ko rečemo, sem res prepričan, da smo dosti več zmožni, ko si mislimo, ker če bi ti v normalnih okoliščinah nekdo to rekel, bi rekel, ma ni šans, oziroma vem, da če bi zdaj tak nekdo to rekel, bi se sedla sem pa ti, ampak gre, ne vem, gremo v fight or flight mod, pa pač gre skozi, ne. Se mi zdi, da res marsikaj lahko prenesemo, ne. Ja, mislim, je lahko vrhunski pomočnik v takih situacijah, ne, ker te bo pač sestavil se boš in te bo pelil, če ne padeš v vlogo žrtve, ne. Ja. Trenutku, ko ti zase rečeš, jaz sem žrtev tega, zakaj se meni to dogaja, itd., pozabi. To bo samo tonil, ne. Ja, itak. Kaj te pomagali, da si nekako nekaj lepega iz tega vam potegnil, da si videl neki? Iskreno, vem, da se ponavljam, ampak šport se pravim, to mi je bilo edino, kaj mi je bilo v tistem letu, pa no punca, mislim, ful mi je stala v strani. A si že takrat bila Lina? Ja, sicer smo bila, mislim, 2 leti komaj skupaj, celo malo manj, tako da res, tudi tam sem bil, da prava, ne. Ja, evo, bravo. Bi tako šlo. Ne, se čuti toplino pri njej, tako mislim. Tako da to dvoja, mislim, definitivno, za mene, za nekoga je to nekaj drugega, ne, sej, je lahko, ne vem. Šport si rekel takrat, kaj si fitness začel? Ja, fitness, no, dobro, zaprav 3 leta, pa smislu, da me to držalo 20-30 let, rekel sem, da nem nikoli maratona odlaufo, da nem nikoli več nazaj v to, ker se mi je tu ime drugi malo zameral triatlon, 700 ure in ure, veš kaj mislim, ne, sploh na koncu nisem več toliko z ljubeznijo to delal, tako da to potem ful problem postane. Pa, ko smo se prej v plavalcih menila večina, ko jih neha, sploh nema športa, ne. Tako da to, pa me je potem hitro spustilo, kaj 2022, november, smo bila enkrat z očetom skupaj, pa zatem pa smo gledala enega influencera, sem gledal, ko ga spremljam, ko ima tudi en brand v Angliji, pa tudi Hyrox je rekel, da oprobo, pa smo to kazal, ne, pa rekel, da gremo provat, ne, pa sem rekel, ni šans, ne. Foter je rekel? Ja, Foter je rekel, sem rekel, ni šans, ne. Pa rekel, dajno, se kao dvojice, ne, tako sem že prej rekel, drugače pri dvojicah skup tečeš, ampak vaje si lahko deliš, kak hočeš, tako da vsakem, če bi rad probal, mu to priporočam prvo. No, in smo se te prijavila na Dunaj, 2023, 3 mesece smo te imela, 12 tednov, pa smo se pripravila. Tako da ja, on. Potem pa sem pravzaprav noto s to, ker se mi nazaj dalo v fitness sit, ker mi je preč monotono postalo, pa noci celi čas, pa smo jim to začeli, da sem maraton se tudi potem prijavil. Lani v Frankfurtu, pa Irona bi zdaj rad naredil za sebe, ti nisem mislil, da bom. Tako da, life je zanimiv, se kar spremeni. Kaj pa si prej omenil neki, a si wakeboardanje omenil, a kaj si omenil, surfanje, ne? Ne, wakeboardanje, jaz še imam zdaj, imam v najemu, vodim, ja. A res? Ja, v Dupleku. A res v Dupleku, to je tvoje?
Ja, v najemu imam, najemu, ja. Prvi wake park je pravzaprav z celotnim krogom v Sloveniji, en se še je zdaj postavil. 530 metrov je sednih lahko naenkrat vejka, in ja, to je takrat Aljaž, ko je bil v tujini, z njim sodelujemo nekaj, hotel pripeljati to, ja, pa smo potem nekako skupaj so to sčarali, pa je nastalo, tako da. A je bila to prva stvar, da si se lotil enega biznisa? Da sem ga prevzel, ja, pa da sem za sebe delal, Ja. da sem svoj denar služil, tako bom rekel. Kaj pa predtem, kaj si delal? To sem pa, pravzaprav sem bil full time, tisti 2 leti od srednje šole, do tega se več ni, mislim, da minilo mogoče 3, sem tak full time treniral, ampak pravim, zaradi podpore doma, drugače ne mogo. Itak. Tako da to, eno leto je res bilo, ko sem šolo končal, leto pa pol, ko sam to, ne. Tako da, jaz mislim, da vse najraje biti po rezultatih profesionalnih športnik, da jih zdaj čist razumeš, itak, različne okoliščine, ampak da imam približno feeling, kaj rabiš za to, oziroma zakaj tu sem se zdaj odločil, pač da ne, ni pravi cajt, tu sem toliko star, tako da, zakaj ne, ker vem, da nekdo, ko reče, če si mlajši, pa doma živiš, je to vseeno lažje, lažje, mama ti doma kuha, pere, itd., ne, imaš neke obveznosti, pa to sploh, če hočeš neke primere, nek biznis narediti, nekaj, imaš neko idejo ali pa delaš, nima veze kaj, je pa težko, mislim, skoro nemogoče je oboje kombinirati, da ne zaradi vidika časa samo nečemu, moraš več časa posvetiti, zdaj pa ti hočeš biti med 15, zaenkrat jih samo 15 dirka, moraš biti 15 na svetu, Full time, ja. In večina teh, ko to delajo, dosti jih je zdaj sponzoriranih, pa samo to delajo, druga polovica pa bog ne da je to lažje, ampak drugače, pa pač imajo in online treninge, oziroma so bili že prej trenerji, pa so zdaj pač mogoče šli bolj na online trenerstvo, pišejo treninge, pa zraven trenirajo, ne, dinamika je druga, ne da bi bilo lažje, ampak če moraš ti biti fizično neki prisotni, je težje, ko pa če lahko od doma delaš, ne. Sigurno, sploh pa če se greš še podjetništva, ki pridejo taki izzivi, ki zahtevajo od tebe 100% predanost naslednjih, ne vem, 2, 3, 4 ure, ne, kjer je treba nekaj rešiti, kjer je treba pogasiti požar. Pa cel čas razmišljaš, ne, to vem, da boljše kot kdo drugi razume, pač cel čas razmišljaš, mogoče ne fizično delaš, 24/7, samo če ti je mar, pa če ti je stvar pomembna, pač cel čas razmišljaš za vikende, praznike, rojstne dneve, itd. Lobil boje, če ne bi rabo spat. Ker pri športu pa spanca, ne, če ti ne odbiješ. Vse te vrhunske bolj, ki poznamo, pa so bili kle pri meni, imajo ta čimin oziroma počitek po prvem jutranjem treningu, ne. Torej, da imaš ti večeren spanc, 8 ur, 9 ur, pa še enega zraven, da daš kle v nek ta pozajtrk scena, no. Tudi LeBron, ki je razlagal, mislim, da ima isti način. Mi, ko smo začeli full plavati takrat v prvem letniku, drugem, tako nisi mogel šole manjkati, tako da smo hodili 5 zjutraj, sem se vstal 15 do 5, pa smo 6 skakali, pa si šel v šolo. Pa se mi zdi, da bi zdaj rekel, to ne mogoče, sem pač gre nekako skozi. Sem pa v tem zadnjem 3. pa 4. letnik, kaj bilo to malo bolj ohlapno, si dal več časa vzel, oziroma dokler si šel tja teste odpisati, ni bilo tako bitno sploh za neke predmete, ko mogoče ni slovenščina, matematika, pa sem hodil dejansko doma 2-krat na teden spat, ne, po treningu, ne. Ker pač ful razlika prije, dejansko se zbudiš, pa si vrejo, lahko greš naprej delati, ne, sploh tako si rekel spanje, se zdaj milijon nekih orodij razvij, kakih lažje zaspati s temi valovi, pa to nisi nikoli probal, ampak vem, da 45 uro power nap, če nareš, da dejansko zaspiš. Binaural beats se reče, binaural beats na YouTubeu, jaz kdaj naredim. No, te veš boljše jaz. Pač ja, te pele, pač feeling je, kada si spal, ampak nisi pač, vedno si bil, až tekaš, nisi odplaval, no. Kdaj ampak tako, polka naredi na koncu, now, go back to your day, in si kar tako, čak je, to je to. In je zanimivo, no? Ja, bi mogel probati, ampak se pravim, s takimi stvarmi lahko potem dodaš, zdaj nimaš časa, ne, ampak na koncu spanje, spravim hidracija pa spanje. To je, mislim, ne da je vse, ampak to je 90%, ne, ljudje pravijo, zaspan sem, ker spim samo 8 ur na noč, ali pa recimo, zdi se mi, da sem utrujen, pa to, glavni faktor je verjetno, ker ne dovolj globoko spiš, pa ker si pač dehidriran, kar je pač full, 1 od 4 je dehidriran, mislim, tako da ne si človek mislim, mogoče narajš kave tisti dan dodatne, ko te naspidira brez veze, pa imaš crash, ampak ne vem, vodo, ne. Ja, vodo z soljo, ne, ali pa celo nekaj hidracijskega.
Ali pa celo še nekaj, ki ima mogoče kaj magnezija stran. Ja. Daj mi povej, kaj pa Purki? Purki je v bistvu brand, ki ga ti zdaj furaš z svojo ekipo, še z Lino, pa Grega zraven, pa še kdo, da ne ga pozabo. To je to, kar sem spoznal. Mala ekipa. Ja. Se pravi, to ste začeli iz neke želje potem, da približate kaj komu, kaj je v bistvu povod, da ste se odločili, zdaj bomo mi pod Purkijom začeli delati neke suplemente. Pravzaprav je bilo tako, jaz sem vedno sem nekaj tega hotel delati, samo ko ne veš točno kako pa to, pa se pravim, ko sem takrat vek prevzel, bilo pač časovno nemogoče s cele dne, sem bil doli. Itak je na začetku tak, ne veš drugem zaupal, ko sam sebi. Tako da to, pa pravzaprav po mojem ne bi šel niti, če bi fitnessa samo ostal, ko je res čist drugi, dokaj drugi suplementi, verjetno niti ne, ker sem se pa potem vrnil nazaj, bom rekel v to funkcionalno vadbo, pa to, pa sem pravzaprav iskal, pa ne rečem, da na trgu ne obstaja, ampak pač Anglija ima Brexit, tam nisi več skoraj nič dolgo, oziroma bilo carinjenje in si pač preplačal 20-30% na vse. Z Amerike se mogoče motim, se mi zdi, da je vmes bilo lažje dobiti, zdaj je spet pain in the ass, karkoli dobiti. Pa tu res zaupaš unim njihovim. Ja, dobro, to pustimo drugo, kaj malo vse, malo druge regulacije, kot pri nas. In pravzaprav sem potem pa še okusno, pa se mi zdi, da večina, večina stvari ni dobrih in sem potem pravzaprav razmišljal, koga bi te sploh rabo, da bi šel to delati, pa mi pač Grega takoj na pamet padel, ker je itak imel študiral kemijo v Ameriki, športnik je bil sam vrhunski, bil je na evropskem, blizu olimpijade, tu je bil, če ne šel v Ameriko študirati, mislim, da bi kar prišel, no. Tako da je dejansko obe plati vejo, to, kaj jaz vladam, pa še dodatno, kaj narediti, ne. In sem tak brez pomisli, pa dobro, glavna stvar, da mu zaupam, ne, ker da pač vse neka taka stvar, da greš nekoga outsourcati pa iskati je malo tak spet, ne, ker vedno bo nekdo, ko je zraven vpleten, solastnik drugače razmišlja delo, ko pa nekdo, ko boš mu plačal, da naredi formulacijo. Ker tudi, ko smo se mi to lotili, kaj so nam vse hoteli dati z vidika nekih bolj poceni stvari, no, pa nismo hoteli tako, bom rekel, no, da ne vem zdaj koga, ne, tu. Pa smo pač rekli ne, ker pač ni zadnji študije, on ima pač par portalov oziroma teh strani, ko pač gleda tu študije, pa to, ko se pač itak moraš biti sad updatean, ker dobro, neke stvari so res 10 let že iste, nekaj pa se ful spreminja, pa dejansko ugotavlja, mogoče da ima še več benefitov, ko smo mislili, ne. Tako da, brez pomisleka sem se pač na njega spomnil, pa sem pač rekel, kaj bi jaz hotel imeti, ker sem vseeno bil takrat, on ni bil takrat toliko, mislim, fitness ma skupaj hodila, sem ni bil v tem še toliko not tek pa to, pa malo drugače plan je vseeno blok, sploh ko so oni trenirali, takrat smo na CD-viti pa nekaj trenirali, pa nič nimam proti njemu, ampak za treninge ni glih idealna, ne. Ja, cukr. Ja. In sem mu bojal, kaj bi jaz približno hotel imeti, pa sem rekel, da mi ti naredi, jaz pač vem, kaj je vrejo, pa to pač malo itak inspiracija v tujini, pač tu najdeš, kaj sploh je, kaj ono, pa dejansko potem pač čist svoje formulacije naredil, naše so, tako da pač tajega produkta nija noben na trgu točno takega. Govoriva o hidracijskem? Ja, več stvari imamo, ampak hidracijskem elektroliti, potem tudi Pure Endurance, to so elektroliti plus OH, torej oglikovi hidrati, kaj rabiš med treningom, ker brez goriva se vgasneš tako avto. To z dodanimi elektroliti celo, pa najbolje je to, potem še imamo kreatin, pre-workout, whey, pa en produkt za sleep, ampak tu zdaj pri pač hidraciji je tak, mi smo hoteli, da najbolj posnema izgubljene elektrolite, ko se potiš. Zakaj tu mislim, ti lahko brandiraš elektrolite skoraj za vsako stvar, ker je ogromno elektrolitov, ker elektroliti so pravzaprav minerali, ko imajo električni naboj v telesu, jih najdeš v tekočinah telesnih, kroj, kri, znoj, urin, ampak smo hoteli res jih tak narediti, da čim bolj posnamejo v vrstnem redu, kak jih zgubljaš, torej od najbolj do najmanj, največ dobiš natrija, kalij, kalcij, magnezija najmanj. Tudi to je, ko večina misli, da jih krči, zato grabijo med vadbo. Main factor, vsaj po zadnjih študijah je to, da te itak, ker si ga pretero, drugo pa je zaradi natrija, ne. Da je preveč natrija ali premalo? Ja, zdaj odvisno za koga, ampak če ti ne suplementiraš, da ga je premalo, da ga sploh ne zavzameš, da te zato, da je magnezij, ful je fajn sestavina, bog ne daj, ampak v elektrolitih ni potrebno toliko, ko misliš, to smo hotel povedati, ne. Za hidracijo telesa. Točno to, za med vadbo, ne govorimo, drugače zraven kreatina,
sta po mojem moja dva go-to, ker zna vse. Že dalj časa, ja. Tako da ne tu pomote to. In smo potem tudi to, pa zaradi oblik, ker nimamo samo imamo not natrijev citrat, trikalcijev citrat, pa tudi magnezijev malat, so druge oblike, ki bi naj pomagale tudi k temu, da bi ti dodale energijo, ne samo za hidracijo. Ne. Tu prije tudi potem do razlik, ne. Nimamo samo natrijev klorid, ne. Imamo tudi to, kar sem zdaj naštel. In pa na koncu, kar se meni osebno zdi pač tudi pomembno vsem, ne, pač okusno. Mislim, jaz do zdaj res nisem, ne bom rekel nobenih, ampak večina nisem najdel, ki bi mi pač bili okusni, no. Ja, meni je všeč pri temu vašmu, in pri limeti, in pri češnji, da ni presladek. Jaz sem ful občutljiv na te, pa ful časa že jemljem te, od BCA, ki sem imel za brez veze, do proteinov, do hidracijskih, ne, teh zadev. Tok, da sem na koncu pristal na temu, kam je ful ljudi me sprašval, kjer hidracijski pijem zjutraj, ne. Ja. In jaz sem jemal čisto preprosto brez okusa. Pa ne zato, ker bi želel brez okusa, sam pač zato, ker vsazgi, ki sem probal z okusom, mi res ni sedel. Do tega važga. Tam je pa, sploh za med treningom, mi pa ful dober. Ker lih prav je kisel, lih prav je sladek, pa jaz si ga še malo bolj razrečem, a ne, da je še bolj pač voda v odspredju in mi ful paše. Se to je tudi verjetno stvar, tako so, če lahko rečem, stekani, da tudi če bi si teoretično malo manj zmešal, še vedno je to. Pa zjutraj paše, no. Dej si to limeto vašo, pazi zdaj to. Dej si vašo limeto, vodo, led, pa malo radenske, če šprice. Bom probal. Stari, zjutraj, ki spiješ, je da bi nek najboljši možen koktel. In ko dojameš, da ti spiješ v bistvu zjutraj hidracijo, ki ti bo pač čez cel dan pomagala. Tudi ne kave pol še, jaz pol ure, 1 uro ne spijem, ne. Tako probam si to nadomestiti, ko včasih sem zjutraj vstal, že avtopilot, džezva, voda, kava prvo, ne. Pa sem pa malo začel brati, pa Huberman pa to, pa je rekel, lej, prvo kot prvo, naj se telo zbudi samo od sebe. Drugo kot drugo, ne more tvoj želodec prvo, kar dobi v sebe, je kava, ne. Pač ni guta, ne. In sem bil tako, ok, v redu, in kaj lahko zamena to? Ja, nič, hidriramo se zjutraj, ne. Ja, tako da ja, čisto ta način sem ga obrnil. Ja, isto, bom probal to, kaj si rekel, ampak isto. Se pravim, jaz res mislim, čutim razliko, pa to za dosti stvari ne moraš reči, no. Ampak ja, tako da isto, dostikrat tudi prijem za kakega treninga pa to, pa še včasih si dodatno naredim, ker jaz res švicam, dosti gubim, ne, pač ker treniram dokaj intenzivno. Včasih celo v pisarni zraven kave, tako da je res super. Ja, tako da tisti, ki ste me do zdaj sprašvali, kva priporočam, zdaj bom nekaj drugega začel priporočati, tako da s ti mi sam povejalo, da kakšno kodo za te, ki jo gledali. Bo se zmenila. Spodaj v opisu boste najdeli kodo, ki vam bo dala malo popusta, če boste naročili te vaše, se pravi, hidracijske elektrolite. Ja. Pomava pa še kreatin. Kreatin tudi jaz jemljem že zelo dolg časa, ampak on je nov, ne? Je pa zdaj tako, kreatin je tudi v večjih oblikah. Kako ste vi razmišljali ob tem, ko ste se odločili, kakšen kreatin boste videli na trg, pa zakaj? Tu zdaj pač monohidrat je, ne, kreatin. Ja. Torej, malo smo tudi pač pazili smo kot, mislim, source je pomembno tak ali tak, ampak dejansko, če mi verjameš ali ne, 2 ponudnika sta samo na svetu, to sta res velika, pa dostala in to je to. Ja. Tako da tu zdaj ne vem koliko ni, ne vem koliko zdaj tu zadnji neke tehnologije, karkoli, je pa res, da odvisno kak imaš, ali imaš drobnega ali ne, to sem jaz ponavadi pogrešal. In ta naš res gre na easy dol, pa tudi okus, se pravi, ker je tak droben, res se raztopi, ne, in tako da v malo bolj topli vodi prej, ampak tudi tak se, ne, ful hitro. Tako da to, ampak se pravi, ena stvar, ko pač tako si rekel, prej zraven magnezija, po mojem, če bi mogel izbirati to dvoje, če bi 2-3 stvari lahko izbral, bi to dvoje, ne. Ker res zna vse, ne, se pravim, od mišična moč ti dvigne, od mišične mase, zato ker lahko več dviguješ, pa več ponovitev za ATP energijo ti hitreje regenerira, to ko raj za visoko intenzivno kratko vadbo proti poškodbam, tudi ker ti več vode telo držine. Ampak to se folk najbolj boji, se mi zdi to ta voda, pa to, ja, ne vem, se pravim, tu zdaj nisem. Ja, ok, mogoče imaš karikiram pol kile več, da sem si izmislil, ne vem točnih totih, ampak nimaš to, ni to špeha, ni to nič slabega, ne, tudi se ti ne vidi, kvečemo si malo bolj poln, sploh za nekega moškega fanta, kakorkoli, kvečemo,
lepše, kakorkoli, pač ne bolj estetsko, ja. Tako da to se ne rabi obatno, res najbolj preučen, mislim, če je kaj preučeno. Točno to, ja, zaradi tega mislim, Huberman je zame, kar se tiče tega Biblija. Če pride ven, da je Huberman nategun, sem ga jaz najebo, ne. Mislim, da marsikdo. Ne, ja, itek, pa sej double checkaš pa vse, pa pač, kaj si v tem dojemaš stvari. Pa recimo ena stvar, ki sem jaz pri kreatinu opazil, je bila ta, pa sem takrat še celo mikrodoziral psilicibin in sem bil ful bolj senzabilen v fitnessu, kako čutim mišice, prost tega namena sem tudi to delal. In ko sem jemal kreatin, sem imel občutek, da lahko pod večjo napetostjo, se pravi pod večjim naporom, mišico dalj časa imam aktivno. Ja. Torej recimo bench, sem lahko dalj časa rinil neko težjo gor, pa je šlo še zmeri gor, kasneje sem odnehal, ali pa počep, ali pa karkoli tasga. Čutil sem, da sem bolj močnejši in da je moj telo v tej moči, ko mora biti močen, bolj vzdržljivo. Tukaj sem največjo razliko čutil, no? Da sem lahko težje vaje dalj časa delal. Pa sploh na začetku, ko začneš jemati, potem se kot ne more se multiplicirati, ker tebi je to bil čudežen prah, ampak res na začetku, ko začneš se res, takoj se vi razlika, to mislim povedati, ko ne bi v lifeu rekel za neko preprosto stvar, tako je kreativne. Pa zdaj so že tudi rekli, sploh za ženske, ko manj mesa pa tega pojejo, ne se v meso tak ni dovolj kreativna, niti blizu, ampak pa vegetarijanci, vegane še toliko bolj. Pa zdaj so še rekli za kognitivne funkcije, možgane itd. Tak da. Točno to, ja, to sem tudi prebral, da za možgane pa kognitivne funkcije, da ful spodbuja. Po moje zato, ker vodo veže, ne? Hidrira možgane bolj. Po mojem tudi, tako da res znam vseeno. To bom Gregata povabil, on malo več povedal temu, pa smo pa najedali epizode. Boljše. Drugač, kako pa glede proteinov razmišljate, se pravi, imate čiste basic, kaj so sirotkine ali... Ja, koncentrat imamo, tu imaš več opcij, imaš tudi hidrolizat pa mešanco, ki se še hitreje absorbira, ampak bojimo iskreni zdaj, bom rekel, ta neki luksuzni produkt, potem, če bi neki hidrolizat pa to delo ali pa kombinacijo, ko, top pro bodybuilder jemlje, ampak je potrebno, po večini govorijo, da ne, ker se pravi malo absorpcija bolj počasna, ampak glavno je, da pač dobiš not proteine. Res smo ful potrudili, res šlo v to not, to težko mi verjeti zdaj, ko rečem, ker ni to zdaj oblačilo, ko ga lahko nekdo pogleda, ampak res okusno. Pismo, ja. To se pravim, zato tu imamo showroom, pa res probamo, pridi mimo, probaj, pa boš samo oceno, če ti ni všeč, ne rajiš kupiti, sploh ne, ampak res okusno in res vsak pa da zdaj proba, če res bi pozitivno presenečen. Jaz ti bom iskreno povedal, meni ste rešili večeren obrok. Ker sem jaz to zmešal zvečer rata malo sladkosnet. Vsi. Pa cukor sem eliminiral že dosti dolgo nazaj in mi sede. Ampak, ko sem pa jaz dal grški jogurt, pa te vaše proteine, pa liofilizirane maline, pa eno hudo granolo, ne preveč sladko, ampak še zmeraj jemalo. In to zmešal in to zvečer, ko jaz pojem, stari, to je nekaj najboljšega. Zato sem vam že rekel. To si vaniljo si imel gor, ne? Grški jogurt, pa vaša vanilja, pa liofilizirane maline, da še malo kislosti. Mogoče mi bojo Masterchefa povabili. Ampak res je brutalno in tudi s čokolado. Tako en tak količinsko, beljakovinsko res poln obrok. Podaš pa še skuto zraven. Nasitite. Ne potrebuješ, mislim, ni ti potem želja še iti po čokolado. Ne, in zvečer, za zvečer mi je to. In tudi zjutraj, jaz obožujem jogurt zjutraj, zvečer, res pač ima beljakovine, pa tako, pocrklame, ne vem, se mi zdi. Ali pa, mislim, jajca bolj za zjutraj, če jem zjutraj, Če festan zjutraj pol ne, ampak zvečer mi je pa ta res, mi je rešil, ker tako, čokolino mi je pasel. A veš, kosmiči so mi pasali. Uno pač res, ne vem, otroka, ne. Granolo pa daš za topping gor, kar je top, ne. Ampak mi je pa ful pomembno tudi, pa vem, koliko je teh proteinov pa praškov na trgu, In pizda zbrati ta pravga, kva sploh gledata, ne. Ne vem, kako bi ti, recimo, rekel folku, ki zbira neke suplemente, kaj ne gleda? Se pravim, to bo vedno večji problem bo, zato ker je vedno več informacij, kar je lahko vrel stvar, ampak se mi zdi, da je malo zdaj, mogoče se smešno slišalo, samo tako je zdaj ChatGPT, pa to se mi zdi, da je samo malo olajšalo stvar, ker lahko mogoče kaj not lažje, ker če šel googlat, neš nikoli odgovora najdo, ne. To, drugače pa zdaj za kaj iskat, pa to vrel je to, ker se res slabo tem na koncu vsak odloči, ki bo svoj denar porabil, zato pa smo mi se tudi tako odločili.
in pač upam, da bo vedno več tega v prihodnosti res Grega res obvlada, pa nikoli ne reče, to pa to kupi, on nasploh napiše, kaj lahko ti napišeš primer, zato imam pač ta support, on napišeš ti, gled, jaz sem športnik, 4-krat na teden treniram, ali pa jaz sem mamica, 2-krat na teden hodim na, ne vem, pilates, kakorkoli, to pa to, kaj bi jaz rabila, pa to in res se pravim, vedno napiše čist overall, potem pa tako ali tako ti napiše overall, pa si lahko res sam pogledati, kaj recimo, ok, za spanje, to. Zato pa pač se pravim informacije tuji. Kje to lahko ljudje vprašajo? To, kar si zdaj na rekel? spletni strani lahko daš mail, pa ti odgovori, oziroma kaj te zanima, napišeš, tako sem zdaj rekel, na naši spletni strani. Imate obrazec? Ja, obrazec, ja, čist preprost mail daš samo not in dobi on na mail to na support in lahko on potem napiše to. Zdaj, če pa je to zdaj, če pa hočeš pač sam, pa se pravim, pa greš malo researcha narediti, pa ti pač ful na spletu dobiš, ampak se pravim za neke take stvari, če veš, da je vrel ponudnik za, tako sem ti rekel, za nek kreatin, pa oziroma sploh za neki whey, greš res na koncu gledati, če mu zaupaš, na koncu samo od okusa pri nekem wheyu, razumeš, če gledaš recimo koncentrat, ne, to, ja, bolje kompleksna stvar, neki pre-workouti, elektroliti, še niso tako, ima smo neki pre-workout, pa tudi neki ta intra-workout, pač, ko je med treningom tam, pa vem, da pač low confusing nastane, ker mene tu Grega ful naučil zadnje pol leta, leto, ne. Z Grega tu se enkrat pogovarjaš, pa... Ja. Tako da vem, mislim, je problem, ja, moraš potem pač malo, iskreno malo, mislim, da to je meni tudi to všeč, ker kakorkoli gledaš, res smo v odspredju z vidika, ne, zdaj skrivamo, kdo je zadnji ali pa kaj tajega, se mi zdi, da to nekaj doda, se lahko greš malo socialna skozi, ne moreš zdaj ti oceniti, kaki človek sem jaz, ampak lahko pa pač malo viš našo zgodbo, pa to pa vedno tako pravim, če nekdo fake ali pa nekaj dela, ko ni to ne moreš ne dogledati, preko slej se pravi obraz vija, ne, zato smo tudi toliko, ker res stojimo za izdelki, sam jih uporabljam, tudi sam jasnih pač testiral sam, ne, ne, zdaj sem ko neki poskusni zdaj, ampak sem jih pač testiral, če vrejo, mislim, kako so mi, pa če pač efekt vrejo, pa to, tako da res to vseeno se mi zdi dan danes, morajo ljudje razumeti, da tudi to je neke vrste ne pressure, ker vem, kaj imamo, ampak ni zdaj samoumevno, veš, da ti je toliko, mislim, da se daš toliko navzven, ampak nam je fajn, ker vemo, kaj imamo, pa res hočem pač, da če folk plača za neko stvar, ali mislim, v tem primeru ja plača, da pač dobi vrejo stvar, da ne dobi neki šiki-miki, ne, mislim, čist tak, ne. Mislim, jaz sem to prvič že takoj začutil, v bistvu tudi, ko ste prišli tle do mene takrat, ne, pa smo rekli, pa ste mi povedali, s čim se ukvarjate, meni je bilo najbolj všeč, pustimo to, da imate pač kvaliteto, ne, to se je videl, če ne drugega, kaj Grega začel govoriti, ampak dejansko to, da ste pač pripravljeni dati svojo faco pred brand, ne, to redko vidiš danes in to mi je bilo ful všeč in sem rekel, ok, guta, vam lahko pač dam prvo šanso in to je bilo, da ste bili na glej s srcem dogodku, ste dali te elektrolite v vrečkah, ne, tako tisti, ki ste bili, ki ste pili, to je bilo vaše, ne. In ja, definitivno se mi zdi, da že takrat ste pokazali, koliko ste se hitro obrnili, pa zrihtali te tester vrečke, ne, letake, vse, pač jaz to ful spoštujem, ne, in tudi od takrat naprej smo ostali v stiku in zdaj pripravimo nekaj skupaj, kar bomo dali ven. Exciting. Ja, in sem vesel, da lahko s svojo platformo končno podprem nekoga, ne, ker sem čakal, tako res sem čakal, kdaj bo kakšna opcija, da jaz lahko tudi mogoče s kom sodelujem zdaj zaradi tega, kar jaz lahko dam in tle smo to zdaj naredili. Ne. Ja. Tako da ja, pred kratkim smo bili tudi prva zgor, malo backstoryja, da te vedeli, kad preleti neki septembra, s kje to izhaja in boste že vedeli, kad ste to gledali. Ja, ne bo še povedala kva, ampak definitivno smo dali glave skupaj in res čutim eno tako, ne vem, kako bi temu rekel, privilegij, da pismo se kle okoli te platforme nabirajo ljudje, ki se zdaj lahko obrnejo tudi name na to platformo, da je bliženca nekako do teh izdelkov, ki so ali suplementi ali karkoli drugega. Ja, absolutno. Ker tudi, če pogledamo v svetu, pa influencer marketing, kako se razvija, največji brendi, ljudje zaupajo nekem influencerju, ki ga spremlja že ne vem koliko časa, on začne sodelovati z nekim brandom za suplemente in jaz takrat samo upam, da nisem denara, da res je pogledal, kaj delajo, kako delajo, bil pri njih, čut vrednote iste in da zaradi tega te njihove izdelke zdaj naprej prodaja. Saj jaz mislim, da je tako prav delati. Ja, absolutno, ampak tako si sam rekel, na koncu, mislim, ja, ne veš kdo ne, na koncu se vi, no, čez nekaj časa, ne, pa moraš sprve tako si rekel, za nekoga. Ampak dokler tako si rekel, te dolgo spremljal, pa je neki razlog, zakaj
zdaj primer pri tebi, nisi z nobenim delom. Ja. Če bi pa delal zdaj z 10 različnimi brendi, pa bi zdaj ta 11, pa je verjetno ljudje drugače na to gledajo. Tak jaz gledam, no, na druge tudi, ne. Nekdo, ko menja 5 sponzorov za, ne vem, oblačila, verjetno je te, mislim, ja, pa je to najboljše, ok, samo te vse bove po pravice, zakaj si menja. Ja, in jaz jim iz enega vidika ne zameram, ker služiti s podcastom, pri nas v Sloveniji pač, Selakovič, hvala Bogu, ker je vrhunski optimizator zadev in res že dolg časa res kvalitetno dela in konsistenca nora, ne. Pa ne vem, če je še kdo, ki živi od tega, ne. Pa tudi on dela zraven še milijon stvari. Jaz ti povem, ker sem jaz v situaciji bil, ne, hiter je ena zelo dobra strategija ta, da si sponzorstva nabereš in pač prek tega deluješ, ampak se mi zdi, da če si sposoben mal delay gratification, ne, pa zgraditi nekaj res lepega in biti suveren o tem, s kom boš ti, komu boš odpiral prostor na tej svoji platformi, da bojo ljudje imeli nekaj od tega, kvaliteto povečali življenjsko, ne. Tle se mi pa zdi en zelo lep potencial za sodelovanje. In če si ti dosti potrpežljiv, pa iskreno ostajaš temu, kar si, bojo prišli pravi ljudje, ne. In da si pluvam v lastno skledo, ampak jaz za vas res imam občutek, da ste na mestu in tudi probal sem izdelke in so mi bili všeč. Vse to je glavno, ne. Presenetil me je pa dva. Eno je bil pre-workout, ok, ima kofein noter. Ja. Ampak jaz sem pre-workout vzel in sem šel delati noge in je bila pizdarija in še držal me, ker sem nazaj v pisarno prišel, ne. Prvič, drugič ni bilo tako hudo, tako da ja. Ta drug, ki sem ga pohotel malo predebatirati s tabo, so bile pa tele kapsule za spanc. Z kaj že noter, Ginko biloba, magnezij, bisglicinat, pa leteanin iz zelenega čaja, mislim, z lista zelenega čaja. Ja, pa še nekje, kamilca? Ne. Samo to troje. Aha, ok. No, to sem pa, glede teh tablet sem bil pa vedno skeptičen, kapsul ja. Za spanje, ne. Sem rekel, ok, v redu, zakaj bi jaz to imel, že dober spim. Ker sem vzel, 2-3 dni zapored, jaz sem se zbudil res bolj naspan. Zakaj? Tako je, tu smo bili šli po ful drugi poti, ko večina ima melatonin not. To ti pomaga zaspati, ne pa zaradi tega bolj globoko spiš. Ja, fajn je zaspati hitreje, samo glavno, kaj je kakovostno oziroma kvaliteta spanca, ne pa kako hitro ti zaspiš, ne. Boljše zaspati pol ure kasneje, pa globoko spati, pa da zaspiš takoj, pa se 5krat čez noč zbudiš. To te 3 sestavine pa smo dali zato not, ker v harmoniji res tako delujejo, da te sprošča živčni sistem, mišice, pa da ti res tuji anxiety ti pač pomirjate, ne, ono res pomirjate, tesnobo ne vzame, ampak ti jo zmanjša, zniža, če jo imaš. Kar pa mislim, da v današnjem svetu pa kam gre svet z vsemi socialnimi, pa to, kak je hiter tempo življenja, je pa to ful pomembno, da te sprosti na konc dneva, ne. Ja. Ker smo vsi v konstantnem, sploh v večjih mestih, ne rabi biti večja, sploh v mestih, itd. Si celice se mi zdi na poti, kaj bo naslednja stvar, kaj bo ono, kaj bo tisto, celi čas tu razmišljati možgani, vem, priješ domov, ali pa mogoče celo, ne vem, ko imaš na delovnem mestu pauzo, kakorkoli imaš, ne vem, TikTok, ono, in so informacije, konstantno informacije in ti konstantno možgani delajo, ne, to, in se mi zdi pač to troje kot tak, da mislim, da je super, potem vpliva, ker te res pomiri, mene tudi osebno. Pa preko smo začeli razvijati, iskreno sem jaz bil tuji, če mi ne je bilo všeč, ne bi dali ven, sem pač probal prej, ne, pa sem bil tudi pozitivno presenečen, zakaj skeptičen, bolj zato, ker pač do zdaj, dobro, nikoli nisem imel nekih problemov z spanjem, pa tudi zdaj nisem, ne vem, koliko jih probal, tako elektrolite, ko sem jih res mali milijon probal, ampak se mi je tudi pač zdelo ok, pa se mi ni čez 7 dan efekt, nismo isti efekt, ne, vala tudi tu odvisno je, koliko si naspan tisti dan, pa tam se mi zdi vedno je nek, ne, razumeš, nek občutek tisti, ne. To za pre-workout pa, ja, res upam, da bo več ljudi probal, ker je res ena stvar, ko sem sicer Grega na začetku rekel, nareji za fitness in tudi za funkcionalno vadbo, ampak primarno itak za fitness. Zdaj pa ga dejansko uporabljam za mislim za vse, ne ga zdaj 10krat na teden uporabljam, te mislim, jaz sem kofein junkie, ampak ga uporabljam tudi za kaki tek teži, pa to ne, to pa je predvsem, not ima itak kofein, citrulin, beta-alanin, kaj večina ljudi pozna, kar je v večini pre-workoutu. Posebnost pa prijavim v aminokislinah, ko so dodane, in sicer L-glutation, to pa je znanstveno dokazano, da z citrulinom še zviša pretok krvi po telesu, to je glavna stvar pri teh dvigih,
potem pa pa L-glicin, pa L-tirozin. Potem eno dela, pomaga telesu dati dopamin, pa noradrenalin. Dopamin ti da dobro počutje, ko se potem pač porablja čez vadbo. Noradrenalin, to pa ti je ko smo se prej pogovarjali, fight or flight response, to pa je ono, da daš vse od sebe na treningu, ne. To potem pa še prije L-tirozin zraven, L-glicin zraven, to pa je potem na koncu, kot pomaga telesu delati serotonin, to pa je potem za izboljšanje počutja, pa da ti živčni sistem se pomiri, zato pa v kombinaciji, kaj sem zdaj povedal, ti nimaš kreša od pre-workouta, to pa nam je bilo glavno, ker imaš pre-workoute, ko te na 120 navijajo, samo več povem, ker imaš povem res hudi kreš. In ne moraš povem nič delati čez dan in to nočeš in to je ena ta posebnost, ne. Jaz sem enkrat na tekmi vzel Jack Ripper, ali kaj je bil, a poznaš? Jaz sem vzel, ja. Kaj so ga prepovedali pol? Ja. Mislim, da. Te pa ne vem, če je isti bil, ampak mislim, da, ja. No, neka res pizderija, ne, jo je imel prijatelj, jo je imel, mislim, soigralcev je imel v garderobi in sem jaz to enkrat probal, ne. In lih prav sem vzel, pač, ko smo štartali tekmo, smo se postavili za himno, a ne, pa to. In meni sam tako črta, na tleh pogledam črta in meni črta še ne dela tako. In v meni sam adrenalin mi je dvigval, pač jaz se hočem sam zabiti, šprintati. Stari. Nora izkušnja, ampak pol sem bil tako, okej, ne. To neki ni okej. To je po moje bilo že neki meji steroidov, neki je mogel biti noter, ki ni cool, ker sem bil pač tako res agresiven, živčen, za tekmo okej, ampak pol je prišel tako malo crashuno, tako malo wow. To je bilo mogoče malo preveč. To je kar hardcore, ja. Tako da je to tudi pomembno, da ni pač spet ta efekt previsok, pa gledaš v neke se derejo tam noter, pa ja. Ja, se pravim, ta kombinacija je bila pomembna, se tanka meja, ne, mislim, ampak zato je ga naredil tako, ga je, ne. Za koga bi pa rekel, da so te, ko delate te izdelke, koga imate v mislih? Ali pa mogoče več ciljnih skupin, veš, kaj mislim? Ja, mogoče je bilo na začetku res mišljeno, bolj ali manj za športnike, smo pa zdaj kar fokus ne spremenili, ampak čez svoj življenjski slog sem pač tudi videl, kaj rabijo res oni vrhunski športnik, pa nekdo, recimo tako snjaz, kdorkoli, nima veze, kolikrat na tem se ukvarjaš, ampak da se pač z športom ukvarjaš in bomo res morali iti na ono žogo, da pač za tistega, ko rabi vsaki dan nekaj, veš, kaj mislim, ali je to pre-workout, ker gre trenirati, ali je to nekaj za spanje. Ne bomo šli zdaj toliko v ono vrhunski šport, ker tam so, bojimo iskreni, spet druge stvari, ne, tudi so, mislim, pač tako je, zaradi dodane so druge substance doda, vsaj verjetno večina športnikov na vrhunskem nivoju, ne, in niti se noče s tem asociirati, ne. Pa tudi v čist drugo smer bi mogel iti, sem vedno rekel, rad bi izdelke delal za nas, za sebe, jih testiral, da potem to gre ven, pa da je to vredno, ne. Itak že imamo že zdaj, se pravim, ti vsi izdelki so sploh ta pure endurance, pa to itak za kjerikoli športnika namenjeni, ampak imaš potem ogromno izdelkov, da se pač odločiš, ali boš bolj ta v lifestyle, ne, bolj podprl množico, ali res greš potem v te, bom rekel, malenkosti, ko so geli, dodatni pre-workout, te stvari, ne. Ko pa bojimo iskreni, na to toliko ljudi potrebuje, oziroma ni to, bom rekel, kar nišno grešno, tako bom rekel, ne, geli, sploh geli, mislim, količinsko moraš tega toliko naročiti, da če nisi veliki player. Mislim pa hudo je tudi, da imate fokus na filozofiji, ki spodbuja ljudi k gibanju, ne, in to tudi delate. Recimo videl sem enkrat, kaj organizirate neke teke skupne. Ja, Run Club smo tudi začeli, je bil prvi v Mariboru, smo začeli. Zdaj ga imamo enkrat na mesec, itak od vročine do dopustov za to, ne. Ampak je druženje, za druženje, da se pač združijo isto misleči. Se itak je bil tudi slogan, vedno ne imamo pač unlocking potential, to, ko smo se prej pogovarjali, glih zato, ker mislim pač, da noben ni pravzaprav omejen, vsi smo nečesa več zmožni, ne, sam si mogoče to ne upamo niti projekt, ker si mislimo, kako pa so se treko, ne, veš, kaj mislim. Ja, pa ti se odločiš, da bo tvoja nota brenda oziroma to, kar kot brand delaš, spodbuja ljudi k gibanju. Meni se zdi to zelo zdravo. Ne, da jim boš dajal nekaj, kar bo nadomestil to, da se rabijo gibati, ampak ti spodbujaš ljudi, da se gibajo in jim daš nekaj, kar jim bo, ko se začnejo gibati, pripomogli k temu, da bojo pač še bolj efektivni, da bo še več potenciala lahko odklenjenega. In to se mi zdi zdravo in to se mi zdi, da svet danes rab. Ja, točno tako, tako sem že prej rekel, meni je dal toliko šport pač v življenju in bi res rad, no,
Da čim več ljudi športa, gledam. Ja, Za enega ja. lov to gleda 10-krat, za enega 3-krat, samo ite ven, gibajte se, ker mislim, da je bilo dosti problema na svetu rešili samo s tem. Ja. Vem, da ni tako preprosto, ko se sliši, ampak Pismo, po eni strani po eni strani je, ja, vem. A ne, tudi sprehod je gibanje, a veš. Vem, samo veš, kako se včasih sliši, ja, da mogoče grdo reko, dvigni rit pa i ven, ne. Enim ni tako preprosto, ne. Veš, težko je gledati po sebi. Enkrat smo imeli debato s kolegom, ko mi je rekel, ja, kako greš. Pa sem mu rekel, iskreno povedano, dostkrat se mi ne da sploh za te težke treninge. Pa mi ne reče, zakaj, zato ker je pač potem nagrada na koncu toliko večja, zdaj, da bi ti razložil, kako je moraš sam probat, ne. Lej, trenutno smo v svetu, v družbi, ki je šibka, sploh moški. Pač danes, če si malo utrgan, če si upaš biti malo prek sebe, si tako v prednosti generalni, a ne. Ja. In je bi ga, za tem obdobjem bo prišlo obdobje, kjer bomo pač spet mogli biti malo močnejši, ali bo pizdarija na svetu, ali bo nekaj, ali bo bolezni toliko, da boš mogel pač nekaj narediti za to. Tako pač je, a ne. Ampak še zmeraj se mi pa zdi prav, da ti, ki narediš nekaj več, a ne, to samozavestno lahko poveš, brez da se nekdo počuti zaradi tega užaljenega. Lahko tebi, a ne. Ne rečem, da si ti fizično omejen ali pa si v nekem stanju depresivnih misli. V redu, pol da je fokus na to, da se iz tega ven potegneš, ni panike. Ampak jaz verjamem, da imamo vsi kot ljudje vedno izbiro. A, da boš nekaj naredil, ali pa B, da se boš smilil sam sebi, pa krivil druge, da ti je tako, kaj je. A ne? Jaz bi sam rad, da čim več ljudi izbere A. In bi pač tudi zato, ali s platformo, ali s takimi pogovori, kakorkoli, vedno povedal, kje jaz stojim na tej tematiki, in to je, da pač se za tem, ko greš čez neke težje situacije, neprijetne situacije, vedno skriva neka nagrada, ki je tako lepa. In že s tem, da nekdo, ki ima prekomerno težo, spremeni miselnost, pa reče, ok, zdaj moš pa vsak dan na sprehod. Jaz bom takmu veliko bolj plosku, ka pa tebi, ki boš podaril oseben rekord na 15 km. Tudi te bom, ampak pač to je meni všeč. To so fucking underdogi, a štekaš. In to mi je lepo, kad nekdo nekaj tazga naredi, a ne. Ja, hvala, mislim, se strinjam, ja. Tako da, na tej točki, ki sva zdaj, kako ti vidiš razvoj PureKeya, torej tega, kar delate? Kako, ko greš v neko vizijo, vidiš, da se bo ta zgodba razvila naprej? Kaj bi si želel? Mislim, ful mi je všeč nasploh zgodba, pa da ne rekel industrija zgodba ta naša, zato ker dostkrat potem pogled spremeniš čez ljudi, take ko si ti, ko potem nekoga srečaš. Jaz mislim, če dovolj dolgo neko stvar delaš, to iči na začetku, mogoče ni oni boom uspeh, kaj bi si želel, kar definitivno ni verjel za dolgi rok, boljše, tako si rekel, da počaka za neke stvari, pa potem dosti večja nagrada, tako smo tebe spoznali, pa se mogoče malo fokus oziroma ideje si nam dal shiftne. Tako jaz mislim, da če ne greš po neki poti, itak da so ovire ono tretjo, ampak da se potem tiči točno veš, kaj bi rad čez 10 let, da se po poti, ko hodi, skristalizirajo neke stvari, pa dobiš opcije, možnosti, tako prek tebe, tako mogoče boš, ne vem, pa boš zdaj ti vejo za eno osebo, ko bi se lahko dobili, pa bi bilo vrejo sodelovati in potem, bom rekel, se celi čas razvijaš, pa mogoče spreminjaš misli, se pravim, nasploh za lifestyle, da je za vsakega nekaj, kar potrebuje v daily life, ampak se pravim, mogoče pa tako sem prej rekel, za športnike pa se to spremenijo, če v nekoga drugega spoznaš, kaj hočem povedati, pa če puščam odprte misli, zdaj se hočem za eno stvar reči, čez 2 leti bo pa to, pa ne bo, pa bo vsi rekli, zakaj ni zdaj tak. Ja, zato, ker se je nekaj spremenilo, ne, in to je potem tudi mislim, je težko, ampak je tudi luksus, če nekaj daš, kar rad daš, pa če je tvoje, oziroma imaš neki inputno. Ja, igraš igro na tak način, da se ti v vsakem trenutku lahko userje. Ja, torej, da imaš lahko vedno srečo. Ja. Zdaj pa sreča je lahko to, da smo mi začeli sodelovati kakorkoli, ali pa da bo prek tega prišel nekaj čez 3 leta, kar se ti bo odprlo, ne. Če si ti zaprt, pa centriran, pa preveč ozko gledaš na situacijo, pa misliš, da si samo ti boki batina, eliminiraš to možnost sreče. In to mi je ful všeč, kar si zdaj rekel. No, na podcastu sem slišal samo enkerem, ko so rekli, kaj je kao luck, ne sreča, when preparation and opportunity meet, ne. Ja. In tako je, ne, če dovolj dolgo neko stvar prav dela, za srcem se ti bo enkrat nekaj odprlo, na drugi strani češ pa drezo v neko drugo stvar, pa boš iz tedna v tedna neko slabo stvar delal, pa se potem tudi tam, bom rekel, mogoče kaj narobe šlo, pa še rekel, pizdarija smo imeli nesrečo. Ja. Če si to delal 10 let, nisi imel nesrečo, jaz bi rekel, prej, jaz sem imel srečo, da se ti ni prej nekaj zgodilo. Ne. Pač ja, daj vesolju možnost, da te nagradi, a ne. S tem, da ti ne boš nič delal, kje te bo lahko nagradil. Sploh dan se pravim, ko so toliko socialnih medijev, res,
Mislim, ne te dosti stane, da poraz neko stvarjo, ne govorim za tako, govorim, da se daš ven, da se, ne vem, pokažeš, kaki si, kakorkoli, ne rabiš dejansko, koliko jih je pa začel kamero rabiš, pa je to. Ja, točno to, pa še to ne rabiš, telefon. No, hočem povedati, z nečim, kaj telefoni so zdaj toliko boljši, kot so bili, ne. Tako da čist tak nemaš, koliko imaš uspešnih zgodb na svetu, ko so imperije postavili s tem. Ne? Sigurno, sej kaj enkrat začneš hoditi po tej poti, to jaz pri ljudeh najbolj obožujem, koliko so navdušeni nad spremembami, ki se jim dogajajo, samo zato, ker so pač šli v eno smer, štekaš, naredili korak v eno smer. In ne bili konstantno v tem krču, a bojo sprejeli ta pravo odločitev, če naredijo ta korak. Ne? Že to, da ti ne narediš tega koraka, je odločitev, ki jo sprejmaš, tako da pač kar čutiš, to naredi, sploh v 20 letih, pač, se pravi od 20 do 30, se mi zdi, da danes toliko je priložnosti za mlade, toliko, ker ti lahko stvari probaš v kratkem času in ugotoviš, a je zate ali ni, pa je še zmeraj toliko tega krča pa bežanja v neko iluzijo klenotara, ne. Malo mi je škoda, no. Predstavljaj si 20 let nazaj, kako je nekdo, koliko je več rabo narediti za to, da je dobil neko priložnost v tem, kar bi si želel delati. Ali pa dostop do ene osebe. Ne? Pa sploh, glavno pa kaj se mi zdi, sploh časovno obdobje, ki si 30 let nazaj rabo, da si do neče, mogoče še to bolj, mogoče si ti dali priložnost, ne vem, koliko imaš zgod, Gordon Ramsay, so mu posodo dali zaprav v New Yorku, samo kako dolgo je potem rabo, da je, bom rekel, pa nekaj naredil, ne, z tega, napram danes, ne, mislim. Ja. Ej, hvala ti, no, za tele zgodbe, za znanje. Tudi presenetil si me, koliko veš o svojih produktih. Sem bil tako res je šel nulo naštudirati lasten posel. Mislim, lepo. Hvala, da si me povabil, no. Super je bilo. Kako ti je? Mislim, si v redu? Ja, itak, mislim. Vedno se rad pogovarjam s takimi kosti, no. Jaz sem se veselil, no. Je bilo po pričakovanjih. Top. Nik, Kojc. Scalščo. Ne, Kojc. Nik Kojc. Hvala ti za tvoj čas.